Hej, Marko, hvala, ker si prišel. Ja, hvala tebi, Klemen, za povabilo. Ja, z veseljem. Jaz sem sem že imel podcastov na to temo, ampak nekako sem se midva odločila, da bi malo bolj naredila in depth, kako se reče, bolj v globino. Mogoče pa lahko začneva malo pri tvoji zgodovini. Kako si se začel ukvarjati s tem področjem? Pa malo me zanima tudi tvoje akademsko ozadje, kako se mapira ali pa kako lahko te znanja uporabljaš pri tem, kar delaš. Ok, da malo pomislim. Od nekdaj so me bolj privlačile te globine psihe, doživljanja, pa ta eksistencialna vprašanja, kdo smo, kaj gremo, zakaj smo tukaj. Potem pa mislim, da je bilo eno obdobje v najstništvu, kjer smo eksperimentirali, smo iskali svoj prostor pod soncem in sem naletel tudi na psihadelike takrat, ampak takrat je bilo to bolj v sklopu, res neke zabave. Kjega leta pa je bilo to? Koliko sem star? To je bilo tam v 90-ih, sred 90-ih let. Ja. Pa je bilo to v Sloveniji? Ja, v bistvu je bilo. Takrat se je zelo začela ta party scena tudi. Okay. Jaz nisem bil sicer toliko v sredi te scene, ampak se je bilo pa čutiti. Je bilo eno tako bolj obdobje svobode, upanja, odpiranja. Zelo drugačna energija je bila, kot je danes recimo v svetu. Ampak to je bilo res vse v tej bolj najstniški radovednosti. Potem, par let kasneje sem pa imel tako malo poglobljene osebne težave, tako kar naenkrat sem me začel pripravljati ena taka globok strah pred smrtjo, pred minljivostjo. Tako in mi ni bilo čest jasno, kaj se dogaja, ampak se je konstantno poglabljalo in se je vleklo mesece in mesece in mesece. Tako da neke točke, da sem res začutil, da rabim najdati neko rešitev temu in čist na eni intuitivni ravni me je povleklo v ta Teonanacatl, to so te svete mehiške gobice, ki so bile takrat precej dostopne. Tako da sem imel eno izkušnjo z njimi in v eni noči sem imel eno najbolj neverjetnih izkušenj svojega življenja. Res imel sem občutek, da umiram, da se moje telo razkraja. Tako na nebu so se pojavila ena taka neskončno velika kamnita vrata. In na njih so bili taki zelo zanimivi hieroglifi, ki jih nisem prepoznal, ampak en tak občutek svetosti je bil, pa starodavnosti, arhaičnosti, tako zelo zanimivo. No in na eni ravni sem imel ta globok občutek, da so to vrata smrti. Se pravi, karkoli gre čez ta vrata, se nikoli več ne vrne. In je bil en tak občutek, kot da je vse stvarstvo pred temi vrati se poklonilo v taki tišini, tako enem takem strahu, spoštovanju. No in na neki točki sem se odločil da vstopim čez ta vrata, se pravi, moj duh, zavest, karkoli odneslo čez ta vrata. A si se prav odločil? Ja, odločil sem se. Moje telo se je sicer že razgradilo, tako je bila izkušnja, ampak še zmeraj je bila neka točka odločitve. Koliko je bilo pa strahu pri tem, da bi šel čez ta vrata? Iskreno povedano, na tisti točki ni bilo toliko veliko strahu, ker sem res hotel razrešiti to vprašanje, to težavo. Pol veliko kasneje, ko sem se začel malo strokovno s tem ukvarjati, pa študirati Stanislava Grofa, ki je veliko delal s psihadeliki, on opisuje to točko prehoda na dva načina, da na neki točki imajo ljudje lahko samo možnost odločitve in je res tako občutek, da njihova zavest ponese na drugo stran. Kadar pa pride do izbruha teh bolj obrojstnih perinatalnih energij, imajo pa ljudje veliko več težav, imajo pa občutek, da se res dušijo, da res umirajo konkretno. Prav v bistvu podoživljajo eno veliko tako tudi fizično stisko ob tem. Izgubijo ta globoko vid, da gre za notranji proces in imajo res občutek, da bodo umrli. In recimo, če se to dogaja v terapiji, je potem zelo pomembno, da se jih prepriča, da gre to za notranji proces perinatalne energije, ne se prepustijo čemorkoli se dogaja, če je to dušenje dušenju, če je to pluvanje, če je to strahu pred odpovedjo srca, da se prepustijo tej izkušnji. Tako da če se vrnem zdaj nazaj na to mojo, je bila samo stvar odločitve, ali bom ostal, ali pa se prepustim, da me odnese. No in sem se prepustil, da me odnese. In na drugi strani me je čakalo eno tako zelo veliko presenečenje.
najprej bila neskončna popolna tema, praznina. Tako. Tudi rabo sem par sekund, da sem dojel pač, kje sem, kaj se dogaja. Potem je pa ta tema, ta praznina začela dobivati neke obrise. In sicer je bil tak občutek, kot da je ta tema izven časa in prostora, ampak hkrati ima neko prostorsko definicijo neskončnosti. Tako širi se v neskončno, nima ne začetka, ne kraja. Nek paradoks, ne? Paradoks, popolnoma zliti paradoksov. Ničnost pa neskončnost. Tako. Drug paradoks je bil ta, da je bila popolnoma prazna, ampak hkrati je bilo čutiti, da je v njej vse v potencialni obliki, tako občutek je bil nosečnosti, kot da je noseče. Ali noseča, recimo. No. Vse je bilo tam, kadarkoli obstajalo ali bo obstajalo, ampak hkrati je bila popolnoma prazna. Res taka dvojnost, paradoks tak. In pol na neki točki so se neki dodatni obrisi začeli pojavljati in sicer ta praznina je bila samozavedajoča se. Se pravi, je imela kvaliteto zavesti, se je zavedala same sebe in na neki točki tudi mene. In ta tretji aspekt, ki se je pa pojavil, ki me je pa res čez zlomil, je bil pa ena neskončna ljubezen. Prav začutil sem, da me na eni globoki ravni preplavlja ena taka neskončna ljubezen, ker težko mogoče uporabim to besedo, ker ljubezen tukaj v človeški obliki je zelo pogosto pogojena. Nekdo nam je všeč zaradi tisoč enih razlogov, če nekaj naredi, če ne naredi. Ta ljubezen je bila pa res brezpogojna. Res sem čutil, da me sprejema in ljubi takega, kot sem v vsej celosti, v vsej popolnosti. Tako na eni ravni sem imel občutek, da tudi če bi bil ne vem kakšen zlodej ali kriminalec, ne vem, v zahodni družbi imamo primer Hitlerja recimo, ne, da bi ta ljubezen bila zmožna me ljubiti na isti način oziroma bi me ljubila na isti način. Ne. In je bil en tak občutek globoke tudi nevrednosti te ljubezni, no, da sem zares zlomil in začel jokati in znajdu nazaj pač v telesu. Ampak kaj je bilo presenetljivo je bilo to, da od te izkušnje naprej, od tiste noči naprej je ta moj strah pred smrtjo izginil. Oziroma sej v tej obliki, kakor sem ga prej poznal. In to je bilo zame nekaj neverjetnega. No, res. In tako da tudi v luči te izkušnje lahko razumem te razne študije uporabe psihedeličnih zdravil pri bolnikih v terminalnih stanjih, recimo rakavih bolezni. Ne. Ker lahko, če je res taka pozitivna transpersonalna izkušnja smrti in hkrati doživetja nečesa presežnega, nekaj, kar presega smrt. Ne. Veliko lažje razumem, zakaj z veliko večjo pomirjenostjo in milino pač ti ljudje potem se uspejo prepustiti pač tudi smrti telesa. Ne. Wow, po mojem lahko zaključiva. Ne, ful hvala, ker si podelil to izkušnjo. Zelo je bilo lepo poslušati. Daj povej mi, kaj se je dogajalo po tej izkušnji. Itek se je verjetno življenje spremenilo, ne? No, ni se življenje čisto spremenilo, no, pač zelo me je še bolj povleklo v te vode, raziskovanje, takrat sem res začel tudi brati Stanislava Grofa. Po tej izkušnji si začel brati, ali si že prej kaj razumel? Eno njegovo knjigo sem že prej prebral. Tako, moj načrt je bil pač od takrat naprej sistematsko se poglabljati v to polje zavesti, raziskovanje. Tako da sem potem najdel tudi enega terapeuta v Nemčiji, ki se je s tem ukvarjal, tako mu je prav terapevtske skupine. In sem več let hodil k njemu. Potem sem začel hoditi tudi na te delavnice holotropskega dihanja. To je ena metoda, kjer se v ta stanja vstopa samo s poglobljenim dihom, hiperventilacijo, ob spremljavi posebej strukturirane glasbe pa dela na telesu. Potem kasneje sem hotel pa vso to razumevanje še poglobiti, tako da sem upisal tudi študij psihoterapevtske znanosti, pa potem specializacije iz psihodinamske psihoterapije. Kjer sem pa imel malo težav, ker Grof, recimo, pa njegovo delo s psihedeliki je pokazalo, da je naša psiha izredno široka in da gre veliko globlje, kot pa to, kar danes učijo v teh bolj mainstream akademskih vodah. Tako da sem imel trenutke prav občutek,
da sem mogel skrčiti svoj nazaj na eno bolj ozko področje, da sem lahko šel pač bolj komod čez cel ta študij. Še danes mi ostaja malo ta konflikt. Jaz sem drugače specializant psihodinamske psihoterapije, kjer je pač fokus na tem biografskem delu nezavednega, se pravi, teh transpersonalnih vsebin ni toliko veliko, ni toliko poudarka, ampak vseeno se izven akademskih vod pač zelo izobražujem tudi o tem transpersonalnem vidiku, ki mi je pač tako bolj osebnostno ali pa po duši bližje. Kakšna je pa tvoja izkušnja z pogovorom z mainstreamom, kot si rekel? Mainstream terapeuti, mainstream psihoterapeuti, kako oni gledajo na to? A gledajo zviška ali kako je hierarhija vzpostavljena v znanosti? Ja, zelo različno. En problem moderne psihologije in psihoterapije je ta, da se zelo želi uveljaviti kot znanstvena disciplina. In znanost kot taka, ki jo poznamo danes, je precej materialistično redukcionistična. Se pravi, vse v psihologiji, psihiatriji, psihoterapiji želi nekako najti nek materialen substrat psihološkim procesom. Tako da recimo en zanimiv stavek, ki se zadnje leta precej poudarja v psihoterapiji, da tudi psihoterapija spreminja možgane, tako kot psihiatrija recimo. Ampak tukaj noter je skritih en kup nekih metafizičnih predpostavk, en izmed katerih, oziroma najbolj pomembna je ta, da je zavest, človeška zavest, izključujoč produkt nevrofizioloških procesov v možganih. Ker psihedelična izkušnja nam kaže nekaj drugega. Vsaj izkustveno, ja. Vsaj izkustveno, tako, ja. Tako da, če se vrnem k tvojim vprašanjem, pač zelo je mešano. Ene terapeuti in psihologe, predvsem mlajše, te stvari zelo zanimajo, zelo so odprti temu, Drugi, mogoče malo starejših generacijah, so tako malo bolj pazljivi, malo bolj previdni, Ker je tudi razumljivo, ker večina izkušenj, ki jih imajo ti terapeuti s psihedeliki, je pač ponavadi v primerih, ki imajo ljudje slabe izkušnje in nam stanejo različne težave in potem poiščejo pomoč. Mogoče lahko, preden greva res v globino, malo drobnega tiska naštejeva, glede teh stvari. Kaj bi bile nekako potencialne nevarnosti za nekoga, ki to želi uživati oziroma se želi s temi substancami eksperimentirati? Okay. Mogoče najbolj, če tukaj malo razjasniva dve različne možnosti uporabe. Okay. Ena je uporaba psihedelikov za neko sprostitev, recimo, ali pa zabavo. V tem primeru recimo posameznik zaužije neko psihedelično snov, oči ima odprte, gre v naravo, gre na zabavo. Tako v bistvu tukaj gre predvsem za to, da se mu čuti malenko spremenijo, izostrijo, sebe mogoče malo drugače zaznava, druge, tako zanimivo mu je, zabavno. Zdaj, druga raba je pa terapevtska raba, oziroma, če gremo še dlje nazaj, šamanska raba, uporaba teh snovi za zdravljenje, za samo spoznavanje v smislu bolj odkrivanja in reševanja nekih notranjih konfliktov. Tukaj pa uporabnik recimo leži, oči ima zaprte in se prepusti izključno notranji izkušnji. Zdaj, ker psihedeliki kaj delajo? Psihedeliki odprejo vrata v nezavedno in nadzavedno. In če ima uporabnik oči odprte, kaj se zgodi? Iz nezavednega začnejo vsebine plavati na površje, hkrati je pa input od zunaj. In se te stvari začnejo mešati med sabo. In dobimo en tak amalgam. Recimo, da nekdo pride v stik z zelo eno težko izkušnjo in potem je v skupini ljudi, nekaj na eni zabavi, in kar naenkrat ti ljudje postanejo zelo zlovešči. Recimo se spremenijo v kakšne učitelje njegove stare. Ker v bistvu projicira, zliva se, amalgam se dogaja. Nekaj iz preteklosti, iz nezavednika se je začelo prelivati navzven. In tukaj zato pač ni toliko terapevtskega potenciala, ker lahko pride malo do zmešnjave.
Ampak če se vrnemo k tvojim vprašanjem, no, če si uporabnik želi pač, ne vem, take izkušnje, je zelo fajn, da se najde eno tako mirno, toplo okolje, v naravi, ob dobrih prijateljih, če je doma, da si prej, ne vem, pripravi sobo, izklopi telefon, naštima neko prijetno glasbo, ne vem, prižge sveča, kadila, rože, ne, tako okolica, ta setting zelo vpliva na to, na naravo same izkušnje, ne. Isti uporabnik lahko vzame isto količino, iste snovi in bo imel zelo različno izkušnjo, če bo šel v dva različna okolja. Zdaj, če pa je to terapevtska raba, je pa zelo fajn, da je ob njemu vsaj nekdo, ki je trezen, neka varuška temu pravimo, ne, ki ne zaužije nobene substance, ampak jaz sem tam na voljo, drži prostor, oziroma pač mu pomaga, če bi potreboval pomoč. Recimo, da bi prišel v stik z zelo eno tako težko vsebino, da ga prime za roke, ga objame, mu da mogoče malo vode, spremeni glasbo. Tako. Je pa vsem pomembno imeti v mislih, da pri ljudeh, ki imajo velike duševne težave, ki so traumatizirani, ne, lahko pridejo vsebine ven, ki so zelo težke. Ne. Lahko je uporabnik po tej izkušnji slabši, kot je bil prej. Ne. Tako da tu je malo dvorezen meč. Ne. Ne vem, mogoče bi res takim ljudem bolj priporočil, da grejo najprej na kakšno delavnico holotropskega dihanja, kjer je ogromno terapevtov, kjer je veliko več varnosti, podpore, kjer bodo lahko začutili, pač, kaj se dogaja v njihovem nezavednem, na kakšen način prihaja ven. Žal je situacija taka, ne, da imamo tukaj primer, kjer imamo na voljo ena res izredna terapevtska orodja, ki daleč presegajo vse ostalo, kar nam je znano v psihiatriji in psihologiji, pa jih terapevti ne smemo in ne moramo uporabljati zaradi pač zakonodaje, kakršne je. Ne, tako da so uporabniki prepuščeni bolj sami sebi. Nekateri pač potujejo, ne vem, v Peru, pa Brazilijo, pa imajo izkušnje z ayahuasko, eni na Jamajko imajo izkušnje z svetimi gobicami. Kjer je legalno, ne, v obeh teh. Tako, ja. Pa na Nizozemsko tudi potujejo, kjer so ti trafli, podzemni deli legalni. Tako da mi v Zajčji luknji v tem inštitutu, kjer delam, nudimo podporo, včasih pripravimo pred to izkušnjo, pa ko se vrnemo in pomagamo pri integraciji, ne, ampak žal pač ne moramo z njimi delati psihodelične psihoterapije. Ne, kar je, v nobenem primeru? Zakonodaja dopušča eno izjemo, če bi minister za zdravje nam pač to odobril, ali pa če bi šlo za kakšno strokovno študijo, ampak zaenkrat mi sicer nismo še vložili nobene take prošnje konkretne, ne, ampak neko splošno ozračje ni najbolj naklonjeno v temu. Ne. Žal, ker v tujini je ogromno raziskav, ki se odpirajo na tem področju. Ne. Tako da jaz upam, da bomo tudi pri nas s časoma uspeli s tem, ampak kakršna je trenutna situacija, žal je lahko nudimo pomoč edino na tak način. Ne. Neka luč se vidi, ne, na koncu tega tunela, kar si rekel, situacija je zelo taka klavrna, ne. Vsem so v zadnjih letih malo svetlobe na to področje daje. Ne. Veš kaj sem, preden greva na to, ne. Zanima me čist fiziološko nevarnosti teh stvari. Drugo pa, prej si rekel, če ima nekdo močne travme ali pa zelo psihiatrične težave, ne, da bi odsvetoval eksperimentiranje s takimi stvarmi. Ne. Ja. Zdaj, kako pa veš, a si tam ali nisi, ne, a si primeren za to, ali bi se mogel izločiti, ne, iz tega sveta. Ne. Kako bi vedel nekdo? Ne. Dobro vprašanje. Jaz mislim, da je zelo fajn, če ljudje prisluhnejo sebi. Tako da skušajo res začutiti sebi pa svoji intuiciji, kaj je v danem trenutku najbolje za njih. Ne toliko, da se zanašajo na neke zunanje avtoritete, ampak da si res vzamejo čas, da preberejo si material o teh stvareh, povprašajo strokovnjake, ampak konec koncev, da res prisluhnejo sebi. Ne. Ker, ne vem, imamo primere tudi v klasični psihoterapiji, ker se ljudem lahko situacija zelo poslabša. Ne. Imamo primere, ne vem,
legalnih drog, recimo alkohola, kjer lahko sprožijo zelo psihoze pri določenih ljudeh. Tako situacija ni črno-bela, nima nekega jasnega odgovora. No. Jaz se res pri teh vprašanjih vedno vračam k klientom oziroma k samim ljudem, no. Da začutijo sami pri sebi, kaj je za njih v dani situaciji najboljše. Ker s tem tudi v bistvu ohranijo neko avtoriteto, neko odločitev, tudi moč znotraj sebe. Avtonomnost. No. Ker to zanašanje na te zunanje avtoritete, pa ne bo to, ne vem, terapeut, ne bo to predsednik vlade, ne bo to, ne vem, strokovnjaki iz kakršnega koli področja. Imeli smo strokovnjake par desetletij nazaj, ki so izvajali zelo uspešno lobotomijo. Se pravi, so prerezali del možganov in so s tem zdravili psihiatrične bolezni. In so celo zato dobili napade. Zdravili so vse živo. Kar je grozno, ker te ljudje so v bistvu bili do konca življenja potem res invalidi. In je žal, in pač ti strokovnjaki so celo dobili Nobelovo nagrado za to, kar so počeli. Ne vem, strokovnjaki iz medicinskega področja so nekaj 10 let nazaj priporočali različne znamke cigaret. Tako da jaz vedno mislim, da pravi odgovor se vedno skriva v vsakemu izmed nas in moramo res presluhati sami sebi, ne toliko nekim autoritetom zunaj. Zdaj, kar se pa tiče nevarnosti, je pa to res eno pomembno vprašanje. Določena psihodelična zdravila oziroma snovi so tudi fiziološko lahko zelo nevarna. Tukaj predvsem MDMA oziroma ecstasy, ibogain, ayahuasca, pa 5-MeO-DMT pod določenimi pogoji. Zdaj, te snovi so varne, če se uporabljajo v varnem okolju in se upošteva varnostne smernice. Če se pa ne upošteva varnostnih smernic, kot so recimo dieta ali pa prenehanje uporabe določenih psihiatričnih zdravil, predvsem antidepresivov, so pa lahko smrtno nevarne. Imamo težave s srcem. Ja, lahko so recimo težave s srcem, lahko pride do serotoninskega sindroma, recimo predvsem pri ayahuaski ali pa pri MDMA-ju. Tako da tukaj res treba biti zelo pazljiv pa upoštevati varnostne smernice. V tem primeru je pač ta raba varna. Pri ibogainu je neko mešano področje, ker je lahko tako pri ljudeh, ki so sugestibilni, predvsem, ki imajo težave s srcem, lahko tudi smrtno nevarno. Zato je zelo fajn, če je kakšen zdravnik prisoten. Tako ti centri, recimo v Mehiki, ki delajo z ibogainom, je vedno zdravnik prisoten in klient ima vedno pač tudi je pod nadzorom, samo spremlja stanje njegovega srca, utripa, valovanja in če kakšna težava, se lahko zelo hitro uskoči in se pomaga. In je v tem kontekstu je potem izkušnja lahko zelo varna. Imamo pa en kup drugih psihodelikov, ki pa so na fiziološki ravni izredno varni, pač skoraj ni mogoče, da bi prišlo do kakšnih koli komplikacij, LSD, svete ali čarobne gobice, sveti kaktusi. Tam je pa bolj težava ta psihološka, ker res odprejo ena globoka področja nezavednega, pripeljajo res ene globoke vsebine na površino in za mnogo katerega je to lahko zelo preveč. Je lahko na psihološki ravni traumatizujoče, pač neka travma se zgodi. In pač je potrebno te ljudje, da se jih pripravi na drugačen način. Omenila sva ene par že teh substanc. Najbolj po moje delač mainstream znanstveno za potrditev bi bil MDMA, ne? MDMA, ja. A lahko malo na hitro greva čez MDMA, a je neurotoksičen, v kakšnih primerih je neurotoksičen, tako malo nevarnosti, potenciali terapevtski, pa greva pa lahko naprej na tiste bolj klasične psihedelike. Mogoče lahko tudi poveva, a je MDMA psihedelik, a je empatogen, ali kaj je? Definitivno je oboje, in psihedelik in empatogen. Je pa mogoče res malo v klasi zase, ker ni tipičen psihedelik v smislu, da razgre ego. Tipični psihedeliki v bistvu slej ko prej vodijo v smrtni ponovno rojstvo ega, se pravi razpad našega jaza. Zdaj pri nizkih odmerkih ali pa pri MDMA-ju pa ego
ohraniti to koherentnost, to celoto. Ne? Vsebine iz nezavednega začnejo preplavljati zavest, ampak naš jaz je še vedno tukaj in zdaj v vsej svoji celosti. Ne? Mogoče lahko sam poveva, da je ta substanca bolj znana kot ekstazi. Ekstazi, tako je. Ja, to je ena. Tako je. Ena v bistvu ime, popularnost je dobil tistih 90-ih. Tako, bolj na partijih, reverski partiji. Ja. Tako. Ekstazi ima eno zelo zanimivo lastnost in sicer, da zelo odpre to področje srca. Ne vem, tako uporabnika res lahko prelijo eni taki globoki občutki ljubezni, sproščenosti, pomerjenosti, tako z vsemi bi se objemal, vse ima rad, ti vsi strahovi odpadejo, tako je res ena taka bonding substanca lahko, ne. In je to zaradi tega zelo uporabna v terapiji lahko, predvsem pri ljudeh, ki imajo zelo močne posttraumatske motnje, ker jim omogoča, da v enem takem bolj toplem, osebnostno-psihološkem okolju oziroma frejmu pridejo v stik s temi vsebinami. Ne? In je lažje jih predelati na ta način. Zdaj, kar se tiče nevrotoksičnosti, so raziskave zelo mešane. Ne? Te, ki se jih dela na živalih, kažejo precejšno nevrotoksičnost. Ob kakšnih, se opravičujem, kaj te prekinem, ob kakšnih količinah? To je en problem teh raziskav, ker količine so bile pretirane. Recimo, dali so mišim MDMA 2-krat na dan 4 dni zapored. Pa veliko količino. Zdaj, če to primerjamo mogoče s klasično uporabo, je tak odmerek res je skrajen. Je mogoče za nekoga, ki je šel res na party in je res pretiraval. Na festival. Tako. Če pa to primerjamo s terapevtsko rabo, kjer uporabnik v razmiku več tednov dobi 2 ali 3 odmerke, je pa nevarnost veliko manjša. Zdaj, čist konkretno bi jaz vseeno tukaj dodal, da se mi ne zdi MDMA toliko nedolžen. Ker mi imamo zači luknji primere, ki so prišli k nam ljudje, ki so imeli recimo samo en odmerek, pa so imeli težave po njemu. Psihološke? Ali... Psihološke. Aha, ok. Ker MDMA v bistvu na nek način lahko rečeva, da zelo skuri zalogo serotonina. Ne? Ga v parih urah res prosti in potem ga zmanjka. Ne? In bolj občutljivi uporabniki lahko to doživijo potem kot občutenja depresije, anksioznosti, nespečnosti, tako kakšne lahko jih tudi začnejo preplavljati, kakšne druge vsebine iz nezavednega, da lahko traja par dni, par tednov ali pa celo kakšen mesec, 2. Ne? Nekateri imajo potem težave z spominom, predvsem pomnjenjem imen, tvorjenjem stavkov, ampak to gre res za bolj občutljivi del populacije. Ne? Tako da tukaj je res vprašanje koristi pa nevarnosti. Ne? Zdaj, za neko redno rabo, recimo, po mojem mnenju, MDMA ni. Kaj bi bila to redna raba, recimo? Ne vem, recimo imamo primer ayahuaske, kjer recimo v okolju Amazonije ti ayahuaskerosi, recimo ljudje, ki delajo z ayahuasko, ki zdravijo sebe, ki zdravijo druge, tedensko uživajo ayahuasko. Ne. Desetletja, celo življenje. Ne. In v bistvu tudi nevrofiziološke raziskave kažejo, da njihov živčev je v bistvu bolj okrepljeno, ne. Je bolj celovito, je bolj povezano. Ne. Če bi to počeli z MDMA, mislim, da bi imeli zelo drugačno sliko njihovega živčevja. Vse to so počeli, ne, z uporabniki, ki imamo raziskave, so vzeli uporabnike, ki so pač na partijih več let žurali, in so dejansko imeli poškodbe živčevja. Samo je tukaj treba mogoče imeti tudi v mislih, da so te uporabniki ponovadi tudi ostale stvari jemali, ne? Absolutno. Pa premalo spanja, velika fizičen napor pod nekimi pogoji, ki so lahko zelo vroči, recimo. To je lahko tudi nevrotoksično. Torej zdaj vprašanje dejansko v tem terapevtskem, varnem okolju, nekako zadeti to frekvenco, ki ne bi bila nevrotoksična. Ne? Ja. Zdaj, ta 2 ali 3 odmerke, ki jih dobijo pač klienti oziroma pacienti v teh raziskavah, po mojem mnenju, niso nevarni oziroma je korist večja od nevarnosti. Ti ljudje zelo trpijo. Imajo desetletja dolgo včasih res hude travme, ki jim onemogočajo kvalitetno življenje. In
2 ali 3 odmerke MDMA-ja v terapevtskem varnem okolju jim lahko izredno omogočijo eno globoko izboljšavo oziroma celo odpravo te posttraumatske motnje. In njihovo življenje potem je veliko bolj kvalitetno. In zdaj, če kakšen izmed njih ima potem težave spomnjenja kakšnih imen, mogoče, jaz mislim, da je korist še vedno veliko večja od škode. Je pa tudi res, da nas kolegi na trenutke malo preseneča, da v vseh teh modernih raziskavah za MDMA-ja ni niti enega takega primera opisanega. Recimo glede na to, da v našem inštitutu smo imeli primer ljudi, oziroma ki so prišli k njam, ki so imeli težave. Tako da tukaj se sprašujemo mogoče, kaj se dogaja. Ja, mislim, pa koliko se tega dnevno poje na svetu, Ja, pa koliko je primerov, ne? ja. Mogoče pa lahko zelo na hitro pa greva na te klasične psihedelike. Kaj bi nekomu priporočil, ne? Ker mislim, da je tukaj zelo pomembna doza, ne? Ker se mogoče pretirava z dozami na partijih, ne? In ljudje tudi ne vejo, to so miligrami, ne? In to je zelo hiter si, ne, v področju, ki je lahko nevarno, ne? In mogoče celo nepotrebna doza, ne? Tako da kaj lahko tukaj poveva? Ja, zdaj priporočati ne moramo ničesar, ne, zaradi pač situacije, kakršna je. Načini za zmanjševanje škode, ne? Ja, ampak recimo v raziskavah je en tipičen odmerek okrog 120 mg. In včasih se temu tako imenovan booster, se pravi še 60 mg, ne vedno, ampak to je to, potem se ustavi. Ne. Za terapevtsko rabo je to več kot dovolj. Ne. Zdaj primeri, ki so bili na partijih, ki ljudje res jemljajo ecstasy enega za drugim, recimo. Ne. En ecstasy ima pa lahko En ecstasy ima pa lahko zelo različno. No, včasih je bil res bolj v tem odmerku okrog 100-120, danes je veliko več, ne, tako da ljudje prav drobijo tabletke. Tako da je tudi ena izmed nesrečnih pač posledic prohibicije je ta, da obstaja črni trg in na črnem trgu pač so snovi različne kvalitete v različnih odmerkih. Ne. In pač uporabniki so bolj prepuščeni sami sebi. Ne. Tako da zelo fajn je, recimo, idealno je, da uporabnik, če se odloči med tako izkušnjo, si nabavi neko snov, da jo recimo pri nas nese na Drogart organizacijo, ki pač lahko analizira te snovi oziroma da v analizo, pove, kaj je notri. Brezplačno. Brezplačno. Anonimno, brezplačno. Tako, v kakšnem odmerku, ne, in se potem uporabnik sam odloči, kaj in kako. Ne. Je pa spet res, da je vprašanje, ne? Tukaj je vedno vprašanje, kakšen je namen rabe. A je to terapevtski, a je to pač za zabavo. Ne? Ne vem, je pa tudi en kup drugih snovi, recimo, ki niso tukaj nevrofiziološki nevarno. Ne? Recimo, ne vem, v terapevtski rabi se sicer ne uporablja, ampak znanje recimo 2CB, ne? To je izkušnja podobna MDMA-ju, ampak mogoče malo manj, tako euforična, ne? Za katerega se predpostavlja, da ima veliko manjšo nevrotoksičnost. Ne? Ampak to je spet vprašanje. Ta stvar ali 2CB? Da bi jaz vedel, ne. Ja, okay. Verjetno ima, ampak ne poznam. Verjetno tudi ni toliko pogosto. Ni toliko pogosto, ne. Ja. Ok, greva zdaj na te klasične psihedelike, LSD, psilocibin in podobno. Ne? Kaj bi nekako bili, po tvojem mnenju, neki taki terapevtski potenciali teh? Se neki sva že opredelila na začetku, ne? Ampak kako ti vidiš nekako integracijo teh snovi ponovno v družbo? To je dobro vprašanje. Ja, pač psihedeliki so res eno tako izredno orodje, ne, ki jaz mislim, da bi lahko res eno veliko dobrobit prinesli družbi. Ne samo ljudem, ki imajo različne duševne težave, ampak ne vem, tudi v znanosti recimo. Ne. Ljudje imajo v psihedelični izkušnji občutek, da se njihova zavest recimo temeljno razširi. Ne. Imajo lahko uvide in spoznanja, ki jih v klasičnem vsakodnevnem stanju zavesti ne morejo imeti. Ne. In ta orodja res lahko v enih takih varni, strukturirani rabi ali pa okoliščinah res doprinesejo družbi na vseh nivojih. Tako da mene zelo veseli, no, da se situacija spreminja počasi. Ne. Mi smo 40 let prohibicije,
od 70-ih let dalje, ker so bile vse raziskave s psihadeliki prepovedane. Se pravi, v zadnjih nekih 10-20 let se stvari malo spreminjajo. Ne. Jaz tako gledam, recimo imamo Južno Ameriko, imamo Peru pa Brazilijo, kjer je recimo ayahuasca legalna, kjer se uporablja v številnih krogih in družba popolnoma normalno funkcionira. Ne. Potem recimo primer na Jamajki, te Svete Gobice ali pa v Mehiki, ne, kjer imamo predvsem v Mehiki stoletja oziroma tisočletja znano varno rabo. Ne. Recimo včasih ni bilo toliko zdravnikov, recimo, ne, so ljudje bolj hodili s tem lokalnim zdravilcem, šamanom, ne, ki so uporabljali te svete snovi, psihadelike, ne, za namene zdravljenja, uvida, razumevanja. Ne. Tako da danes mislim, da imamo veliko priložnost, da to integriramo v družbo, se pravi na nivoju psihoterapije, psihiatrije. Drugače pa mislim, da bi bili zelo na mestu tudi različni centri, kjer bi lahko ljudje prišli, bi imeli varno izkušnjo, recimo umetniki, ljudje, ki bi iskali določene odgovore na svoje vprašanja, ljudje, ki bi želeli razčistiti mogoče odnose s kom, ljudje, ki bi iskali duhovne globoke izkušnje. Mislim, tukaj bi vseeno dodal, recimo, da vprašanje te integracije pa legalnosti ni toliko povezano z neko varnostjo ali nevarnostjo, ampak predvsem z našo miselnostjo, s kulturo, z razumevanjem. Ne? Recimo v Sloveniji imamo 2 drogi, legalni, prosto dosegljivi, ki vsako leto vzamete 3000 življenj. 3000 Slovencev vsako leto umre zaradi uporabe alkohola pa tobaka. Ampak kot družba pač smo se odločili, da je to cena, ki smo jo pripravljeni plačati, oziroma o tem ne razmišljamo celo kaj veliko. In naša družba čisto normalno funkcionira naprej. Ja, zdaj vprašanje, kaj je normalno. Ne? Kaj je normalno, res je, kaj je normalno. Ampak hočem reči, recimo, zaradi vseh ostalih prepovedanih drog umre v Sloveniji okrog 30 do 40 ljudi. Ne? Se pravi, 100-krat več jih umre zaradi alkohola pa tobaka. Zakaj pa misliš, da je prišlo predvsem v Evropi do te diskriminacije teh psihoaktivnih snovi, pa teh psihoaktivnih snovi, ki so nekako v družbi sprejemljive? Zakaj je do te razlike prišlo, po tvojem mnenju, čisto zgodovinsko? Jaz mislim, da je več vzrokov. Eden je ta, da bom začel na koncu, pa se bom vrnil mogoče na zgodovinske razloge. Recimo, psihoaktivne snovi bi lahko razvrstili v 2 koša. V en koš lahko damo snovi, ki na nek način nas sproščajo na način, da tlačijo dol nezavedne vsebine v naši psihi. Se pravi, če smo nemirni, anksiozni, če nas kaj skrbi, lahko kaj spijemo, lahko nekaj pokadimo, ne vem, ljudje, ki uživajo opijate, heroin, kokain, potegnejo črtico in se počutijo boljše. Na nek umeten način smo vzpostavili mejo med zavestnim egom pa nezavednim. Ne? Potlačili smo dol ene vsebine in počutimo se fajn, počutimo se ok. Ne? Potem imamo pa drug koš psihadelikov, ki pa delujejo na kontra način, ki pa dovedejo ogromne količine energije v nezavedno, razrahljajo odpore in privlečejo vse te vsebine v zavest. Zato so številne psihadelične izkušnje lahko izredno naporne, izredno težke. Uporabniki trpijo, ne, s tem, ko zdravijo, ko procesirajo, ko integrirajo. Ne. In ena izmed vsebin, ki priplava na površje v psihadelični seansi, je zelo pogosto tudi zavedanje lastne minljivosti. Ne. Vsi ljudje nosimo v sebi na tak ali drugačen način strah pred smrtjo. Ne. Tudi ljudje, ki pravijo, da se ne bojijo smrti, imajo 1001 skrb. In če bi pač sledili toku teh skrbi, teh minih strahov, bi se na neki točki vrnili, bi prišli do pač strahu pred smrtjo. Ne. Tako da jaz mislim, da na eni ravni, čisto na tej psihološki ravni, je en velik strah pred psihadeliki, oziroma bolje rečeno strah pred zavedanjem lastne minljivosti, strah pred soočenjem s smrtjo. Ne. In psihadeliki na eni ravni to simbolizirajo. Ne. In ljudje oziroma družba kot celota je veliko bolj ok,
da ne razmišlja o teh snoveh, oziroma da uživa snovi, ki omogočajo, da ne razmišlja. Ne? Da se počutijo dobro in ok v danih okoliščinah življenjskih. Ne? In zdaj, če se vrnemo na to vprašanje zgodovine, ne? Če greva zelo daleč nazaj v zgodovino, vidimo, da so ljudje imeli zelo, zelo globoko spoštovanje do teh stanj. Ne? Poznali so različne oblike obredov prehoda, šamanskih praks, kjer so cela plemena vstopala v ta stanja. Ne? In so na našem prostoru. Za naš prostor ne vem kot tak, ampak če gremo daleč nazaj v zgodovino, se pravi predkrščansko obdobje, ne, najdemo drugačno obliko verovanj. Ne. Ljudje so bili veliko bolj povezani z zemljo, bolj so častili mati boginjo. Ne. Recimo tudi po Evropi lahko najdemo te kipce, velike matere boginje. Ne. Ker če pogledamo, kaj se je zgodilo po razvoju krščanstva. Ne. Danes imamo enega Boga, ki je tak jezen oče. Ne. Moramo biti zelo pazljivi, kaj počnemo in ne počnemo. Ne. Polni smo greha. Ne. Če bomo storili kaj narobe, zelo velika verjetnost, da bomo končali v peklu. Ne. Zelo ena taka projekcija jeznega očeta tam nekje zunaj. Ne. In ta oče je ločen od narave, tako kot smo mi ločeni od narave. Ne. Zdaj, v teh starodavnih verovanjih pa ni bilo tega oblikovano na ta način. So se ljudje zelo počutili bolj del narave, del en drugega. Ne. In psihedeliki so po mojem mnenju igrali zelo pomembno vlogo, ker psihedeliki rahljajo te meje. Ne. Recimo danes v zahodnem svetu je rahljanje mej v bistvu zelo tak neprijeten občutek. Ljudje si želijo neke trdnosti, koherentnosti, celosti, polnosti ega, jaz sem pomemben, ne? Jaz sem jaz, drugi je drugi. Ne? To je pa bilo res eno obdobje človeške zgodovine, ki ga nekateri imenujejo celo izgubljeni raj. Ne? Se pravi, bolj pomembna je bila skupnost, obredje, občutek pripadnosti materi zemlji. Ne? Zato so bili v spredju ti obredi prehoda, kjer so ljudje redno lahko vstopili v ta razširjena, spremenjena stanja zavesti in so čutili in so videli svojo pripadnost s tem s kozmosom, ne samo zemljo. Ne? In ni bilo toliko te močnega strahu pred smrtjo, pa pred minljivostjo, ne? Pa pred nekim tam jeznoritim Bogom. Ne? Je bilo bolj občutek zlivanja z enostjo, ne? S to mater boginjo. Ne? Tako da še veliko kasneje z razvojem kmetijstva, pa teh modernih, teh patriarhalnih religij, ne, so se stvari začele bolj temeljno spreminjati. Ne. In v nekaterih predelih sveta so se ta verovanja ohranila, recimo mehiško višavje, potem Južna Amerika, tudi v Evropi. Ne. Potem smo imeli pa s krščanstvom, je prišla tudi prva prohibicija, ne. Zatiranje, čarovništva, uporaba zdravilnih zelišč, ne, vse to znanje, ko je Kolumb odkril Ameriko, so mogli pač tudi ta verovanja nekako skriti, ne, so se ohranila res samo na nekih nedostopnih višavjih, recimo ta šamanska uporaba svetih gobic ali pa svetih kaktusov. Ne. Zato so gledali na to kot neko čaščenje hudiča oziroma tako, demonsko. Tako, ker recimo ta starodavna ljudstva so te snovi imenovala pogosto kot hrana bogov, ne, ali pa telo Boga, ne, ker je zelo prišlo v direkten konflikt z krščanstvom. Ne. Ja, oni so neki tala, oni so neki drugi. Točno to, ne. S tem, da je velika razlika. Ne. Jaz mislim, da je to zelo ena taka pomembna ideja ali pa vprašanje, ne, telo Boga. Ne. Recimo v krščanstvu imamo hostijo, ne. Pač pri maši ljudi dobijo košček hostije in to je to. Ne. Jung v svoji autobiografiji zelo dobro opisuje, koliko je bil razočaran, ne, kot otrok pred prvim Hejilom, ko je prvič dobil. On je res pričakoval ne vem kakšno razsvetljenje ob tem, ne. In zgodilo se ni seveda absolutno nič. Ne. In če recimo to primerjamo z hrano bogov, kot jo poznamo recimo v šamanizmu, ne, recimo, ne, da nekdo, ki zaužije par gramov recimo teh svetih gobic, ne, bo imel zelo, zelo globoko izkušnjo presežnega, tako božanskega, bo posrečal Boga ali boginjo. Ne.
Tako da je bil tudi ta konflikt tukaj. Ne? In tukaj tudi vidimo, recimo danes, ne, imamo, na Zahodu imamo recimo te verske strukture, religije, kjer se v bistvu ničesar veliko ne dogaja. Ne? Je ena velika struktura, hierarhična. Ne? Ljudje hodijo k maši, molijo, ne vem, meditirajo, poslušajo, berejo svete verske tekste, ampak nič se konkretno ne zgodi. Zelo malo jih ima res globoko duhovno izkušnjo. Ne? Prazne so te v bistvu to obredje. Ne? Ampak potem imamo pa tukaj snovi, ki nimajo samo terapevtske vrednosti, ne? Ampak imajo to zelo globoko duhovno vrednost. Ne? Ljudje imajo lahko pod vplivom, ne vem, teh svetih rastlin zelo globoke duhovne izkušnje, ne? Ki daleč presegajo karkoli se jim lahko zgodi v vsakdanjem stanju zavesti, razen res redkih izjem. Ne? Res to so globoke mistične izkušnje, mogoče podobne narave, kot sem prej opisal na začetku. Ne? Res, kjer se v bistvu njihova zavest zapusti telo, ne? Se zlije z nečim presežnim, z vsem kozmosom. Ne? Lahko dobijo zelo globoke odgovore na naravo različnih eksistencialnih vprašanj, direktno so stvari nečesa, kar lahko imenujemo nek kreativni princip, no? Da se pač izogneva besedi Bog ali boginja, ki ima en kup nekih konotacij v našem svetu. Ne? In to je tudi ogrožajoče na eni ravni za čist religije, verske strukture kot take. Ne? Recimo mi danes, če želimo imeti stik z Bogom, moramo iti prek posrednika, neke duhovščine. Ne? In recimo na vrhu te duhovščine je ponavadi, ne vem, v krščanstvu papež, v budizmu pač neka druga struktura, pač zelo so to hierarhične organizacije. Ne? Tukaj imamo pa primer, kjer lahko vsak, ampak res vsak, pride v direkten stik s tem božjim, s transcendentalnim, v nekaj urah, brez kakršnega koli posrednika. Ne. In tukaj je čist neka druga narava te religiozne izkušnje, veliko bolj osebna, veliko bolj polna. Ne. Naravno posredniku in pa se res lahko vprašamo, zakaj da bi potrebovali recimo te verske hierarhične strukture, ne, religije kot take. A se ti zdi, dobil sem neko preblisk med tem, kar si govoril glede religij, ne? Vemo, da v Zahodu zadnja leta nekako zgubljajo na pomenu, ne? Vedno več ljudi ni vernih, vedno manj ljudi je pri maši, ne? Tudi cerkev je šla v neko tako spremembo PR-ja, ne? Z novim papežem, ne? A se ti zdi, da zaradi tega tudi psihedeliki dobivajo nazaj na pomembnosti, ne? Ker prej smo te izkušnje dobivali pri, kako si rekel, pri teh avtoritetah, pri religijah, zdaj pa, ko tega več ni, ne? Ali pa veliko ljudi se obrača stran od tega, iščejo nekaj drugega. Ne? In na Zahodu je tako ena izmed novih stvari, recimo, ker ljudje niso gledali prej tako na droge, a ne? Oziroma to kategorijo substanc, ki spreminjajo zavest, da se obračajo sem malo bolj, ne? Zato zadnja leta bolj popularno. Ja, zelo dobro razmišljanje. Jaz mislim, da definitivno je nekaj na tem. Ker če kaj psihedelična izkušnja pokaže, da je v globinah vseh nas eno globoko hrepenenje. Po presežnem, po transcendentalnem. Ker iz tam izveramo in v tam se bomo nekoč vrnili. Ne? In jaz mislim, da lahko bi bilo res, kot si rekel, ne, da ljudje res čutijo na eni ravni, da način ali pa ti stari načini predstavljanja tega transcendentalnega so zelo nepopolni, so prazni. Ne. Ni izkušnje. Ljudje si želijo transcendentalne izkušnje. Ne. Si želijo čutiti, spoznati ta kreativni princip. Si želijo odgovora na ene pomembne vprašanja, ki jih ne dobijo znotraj teh struktur. Ne. In jaz mislim, da v bistvu povratek k uporabi teh snovi, pokojni Terence McKenna je temu rekel archaic revival, ne, arhaični preporod, ne, da smo ljudje kot človeštvo zašli v slepo ulico in da zadnji zdrav ali pa celovit trenutek naše kolektivne psihe je bil pred 10.000 leti, ne, ko so še bila ta obredja prisotna, ne, in da zdaj se na različnih ravneh pač elementi iz tistega obdobja vračajo in ena izmed teh elementov je seveda tudi ta psihedelična izkušnja. Bi pa tukaj dodal sem še to, da začetki vseh religij temeljijo na globoki transcendentalni izkušnji njihovih ustanoviteljev. Ne.
Kristus je šel za 40 dni v puščavo, se je pustil na neke vrste vision quest, kot ga poznajo tudi Indijanci. Je vstopil v zelo globoko spremenjeno stanje in je v tem stanju imel zelo globoke duhovne uvide in odgovore. To je bil šele v bistvu začetek krščanstva. V budizmu zelo podobno. Buda je sicer imel 4 videnja, potem je pač veliko let posvečal globoki meditaciji in kontemplaciji, dokler ni res dosegel nirvane, razsvetljenja, in znotraj nirvane tudi pridobil globoke uvide v naravo stvarstva in pač odgovore na določeno vprašanje, ki jih je iskal. Mohamed isto, recimo, vsi ustanovitelji religij so bili ljudje, primarno, ki so imeli zelo globoke duhovne izkušnje, ki so jih sprožili pač na različne načine. In na podlagi tega potem je zrasla v ta koncept religij, strukture, hierarhije. Tako da jaz mislim, da na eni ravni se ljudje tega zavedajo, da to čutijo in sami iščejo to primarno izkušnjo. In jaz mislim, da to je tista prava religija. Ne kaj je nekdo povedal pred 2000 leti in kaj je potem par stoletij kasneje nekdo zapisal v eni knjigi. Ampak konkretna izkustva, konkretna izkušnja vsakega izmed nas, vsakega posameznika, brez nekih posrednikov. Jaz mislim, da to je neka naša pravica, neka danost, ker nam je to danes prohibicija na eni ravni odvzeta. Zelo zanimivo. Kako pa gledaš na to, to je sicer ena izmed teorij, ta Stoned Ape Theory. To poznaš? Poznam. Terence McKenna, ne? Sem se spomnil, kaj si ga omenil. Ali lahko poveš, recimo? Ja, Terence McKenna je bil mnenja, da človeštvo je doseglo en zelo velik napredek v razvoju svoje zavesti na podlagi uživanja teh psihedeličnih gob. Sprav, da so imeli neko vlogo v evoluciji tako. Iz nižjih vrst. Tako. Ja. Ker je zelo zanimiva teorija. Ja, zanimiva je. Ja. Mislim, da mainstream jo kar ne jemlje resno. Jo ne jemljajo resno, ampak za nekoga, ki je imel izkušnjo pod vplivom psihedeličnih gob in je doživel to razširitev zavesti, ta teorija sploh ni toliko iz trte zvita. Ker vsakodnevno stanje zavesti ali pa razširjeno stanje zavesti pod vplivom ene psihedelične snovi, recimo psihedeličnih gob, je temeljno drugačno. Pač to je res razširjeno. Tam so res možnosti novih uvidov v naravo stvarstva, v naravo sebstva, v naravo medosebnih odnosov. Ljudje res v bistvu pridejo z nekimi novimi spoznanji nazaj, uvidi, in jih na to na eni ravni lahko rečemo, da zrastejo v zavesti. Tako da jaz si čisto predstavljam, da so naši predniki z rednim uživljanjem teh psihedeličnih gob v bistvu na ta način tudi sprožili en evolucijski proces, ki privedel do tega, kjer smo danes. Ja, zdaj moram se spomniti, kaj sem želel povedati na podlagi tega. Ja, vem, ko sem prvič prišel iz svoje izkušnje, prva misel je bila, kako je možno, da ta stvar raste v gozdu, na tleh. Se pravi, jaz sem to zaužil, gobe so bile, zaužil oralno in nekako se je kar neka puzla zložil z mojo zavestjo, z mojimi možgani. Se pravi, ta molekula je pasala noter. In ker je, kot si rekel, izkušnja toliko drugačna, kot vsakodnevno doživljanje realnosti, je bila res ta misel, kako je to možno, da to prihaja iz gobe, ki raste na tleh. Kako sva midva lahko tako povezana s to gobo? Da vse, kot puzla, da paše. To se takrat spomnim. In v bistvu nekako pa dobiš tudi nek uvid, da je to samo potencial tvoje zavesti. Da ti nisi nič takega zaužil, kar bi bilo tuje. Ni tujek. Ampak je nekaj zelo osebnega, zelo tvojega. In prej, ko si omenil Jezusa, pa verske voditelje, za Jezus, se je pustil, ampak jaz mislim, da te stvari, tako intuicijo imam, so možne čisto spontano in so jih ljudje imeli brez uživanja nekih substanc, ker je res
to samo v bistvu mimika neke nevrotransmitorje v tvojih možganih, ne? V bistvu ni nekaj novega tujega možganom. Tako, no. To je zelo zanimivo razmišljanje. Na eni ravni se zelo strinjam. Meni je zelo všeč to, kar je Grof rekel, da psihadeliki niso tipičen farmakon, ampak so katalizator nezavednih duševnih procesov, nespecifični katalizator. Tako da, ko človek zaužije nek psihadelik, nima toliko izkušnje psihadelika, ampak ima izkušnjo lastne psihe, lastnega nezavednega. Je pa res, da ene snovi, recimo gobice, ali pa ayahuasca, ali pa sveti kaktusi, imajo še neko ekstra prisotnost zraven. Uporabniki tako govorijo, da je nek duh ali pa glas, ki jih malo vodi čez to izkušnjo, ali pa usmerja, jim svetuje, jih tolaži, jih potiska. Nekaj, kar pri teh sintetičnih psihadelikih ni, manjka. Tam je res samo izkušnja, recimo psihe. Je res nespecifičen katalizator, pripelje vsebino psihe ven in to je to. A bi tukaj rekel, da je LSD? LSD je tipičen primer. Tako. Nekateri celo pravijo, da LSD je kot so hladne ploščice v kuhinji. Okay. Tako ga primerjajo recimo z neko toplino nekih svetih gobic. Ali pa. Tako je res čist, je prozoren. Zato je to zelo dobro orodje v psihoterapiji bil, ker je res brez kakršnih koli primesi, brez kakršnih koli drugih glasov, vodnikov, res v zavest spravi nezavedno in lahko zelo dobro preučujemo nezavedno. Je zelo čist, je zelo prozoren, je res en tak tipičen psihoanalitično orodje. Kako se ti pa, prej, ko smo se malo o družbi pogovarjali zahodni, kako gledaš na ta stanja, ki so zdaj nekako v porastu, depresija, anksioznost, pa kako bi take stvari, pa zakaj bi lahko v bistvu ta orodja pomagala pri tem? Kaj se v bistvu dogaja? To je eno zelo zanimivo vprašanje, tako mogoče tudi malo kompleksno za odgovoriti. Zdaj, na čisto eni površinski ravni, jaz mislim, da prihaja do enega tazga vrenja družbenega. Okoljska kriza, res drvimo v en tak okoljski propad, samomor vrste. Potem gre za eksplozijo prebivalstva. Živimo na planetu z omejenimi viri. Ne moramo imeti neomejene rasti prebivalstva. To ne biološko, ne matematično ni mogoče. Potem gre pa za nek tak splošen trend v tej kapitalistični družbi kot taki, kjer je zelo v spredju posameznik. V bistvu nekateri govorimo, da pač ljudje taki smo, sebični geni in tako podobno. Da družba kakršna je taka, ker mi smo takšni, kakršni smo. Tu je na eni ravni res, na drugi pa ni. Mi kot družba spodbujamo en v drugem določena ravnanja. Hiperproduktivnost, hiperindividualnost, tako zasičanje z različnimi informacijami. Recimo tudi ta del, da imamo 24 ur na dan na voljo en tok informacij, v katerem so ne slabše, ne hujše stvari, ki se dogajajo na celem svetu. Človeški um ni strukturiran način, da bi to lahko procesiral. Potem različna družbena omrežja, gremo na Instagram, gremo na Facebook, vidimo, kako je drugim fajn, kako nam ni fajn. Tako da na površinski ravni je ta del, po moje, en zelo tak velik dejavnik, ki sproža vsa ta občutanja depresije, anksioznosti. Zdaj na eni drugi ravni se mi pa zdi, da nosimo vsi v sebi nepredelane vsebine. Recimo Stanislav Grof zelo govori o travmi rojstva. Travma rojstva je en tak zelo močan psihološki in fiziološki dogodek, ki je v bistvu, ki ne more biti primerljiv s čimer drugim, razen s smrtjo ali pa s kakšno zelo veliko fizično travmo kasneje v življenju. In tukaj noter je zelo povezan tudi en tak strah pred smrtjo. In mi v zahodni družbi smo smrt zelo odrinili na stran, zavedanje. In nosimo vsi v sebi en ta nepredelan kompleks, ki ga vse te zunanje okoliščine danes sprožajo.
Tako. In nimamo obredja, nimamo znanja, nimamo orodje imamo, no, pa jih ne smemo uporabljati, s katerim bi se soočili s to vsebino, ne? S to travmo rojstva, s tem strahom pred smrtjo. Ne? Ker ljudje, ki so šli čez te procese, res globoko, recimo v 50-ih, 60-ih, ko so bili psihadeliki še legalni, psihadelična psihoterapija, ne? Ko so šli to globoko, v bistvu, da so podoživeli na eni ravni svoje rojstvo in ob tem tudi ta smrtni ponovno rojstvo ega, ne? Oni so na drugi strani prišli ven popolnoma, lahko rečemo, transformirani. Ne? Ni bilo več toliko pomembno, oziroma njihovo duševno stanje niso toliko več definirale zunanje okoliščine, kaj so imeli pa kaj niso imeli, ampak so čutili eno globoko notranjo srečo in pomiritev s tem dejstvom, da so živi. Ne? Živeli so zelo v danem trenutku, tukaj in zdaj. Ne? Mislim, ko so bile te njihove osnovne potrebe biološke zadovoljene po hrani, po zavetju, po oblačilih, ne, so res lahko čutili en globok mir, ne, eno globoko srečo. Ne. In takrat je bilo zelo zanimivo res videti to potrditev, ne, da lahko človek najde en zelo globok mir in pomiritev in srečo v življenju, ne glede na zunanje okoliščine. Ker v končni fazi zunanje okoliščine v tej luči ne bodo nikoli zadovoljive. Ne. Kadar nosimo v sebi en globok, nepredelan strah pred smrtjo, nepredelano travmo rojstva. Na eni ravni imamo vedno en občutek nezadostnosti. A da je z nami nekaj narobe, ali pa da je z okoljem nekaj narobe. Ne. Ker karkoli bomo mi naredili ali ne bomo naredili v življenju, ne moramo se izogniti naši minljivosti. Vsi se bomo postarali, oziroma tudi če se ne bomo, vsi bomo umrli. Vsi bomo mogli zapustiti vse, kar imamo tukaj. In to na eni globoki nezavedni ravni povzroča en ta globok nemir, nezadovoljstvo. In mi ta nemir projiciramo navzven. Ne? Napačen avto imam, napačno službo imam, živim v napačni državi, napačni ljudje so na oblasti, ne? Moje telo ni v redu. Ne? Vedno je nekaj, kar ni v redu. In potem ljudje generirajo različne zunanje cilje. Ne? Ko bom imel prvi milijon, potem bom ok. Ko bom imel takšnega pa takšnega partnerja, potem bom ok. Ko bom dosegel to, potem bom ok. Ko bom spremenil družbo, ko bom izvedel družbeno revolucijo in bodo drugi ljudje na oblasti, potem bom ok. Ampak kaj se praviloma izkaže, da ko ljudje dosežejo te cilje, mogoče je eno kratko obdobje zadovoljstva, ampak potem se pa vrne ta občutek ne ok. In potem si mislijo, mogoče sem pa napačen avto zbral, napačno službo. Mogoče ti ljudje, ki so na oblasti, niso ok, morajo biti drugi. Vedno se vrne ta občutek ne ok. In kaj psihadelična izkušnja razkrije, je ta, da ta ne ok je znotraj nas. Ne? In mi iščemo zunaj vzroke, da upravičimo ta notranji ne ok. In ko grejo res ljudje, ko se soočijo navznoter s tem ne ok, s tem dejstvom minljivosti, ko grejo čez intrapsihičen proces smrti in ponovnega rojstva, ne, se ta ne ok razblini. Ne. Začutijo oziroma vzpostavijo stik z eno globljo resničnostjo, z globljim jazom, ki je neumrljiv, ki presega čas in prostor. Ne. Tudi ta materičen svet se potem preoblikuje, ni več to videti kot ena dolina solz za nekoga, ki je depresiven, ali pa recimo eno bojišče za večino ljudi, ki moraš biti konstantno nepreži, da boš uspel, da ne boš uspel. Vse to odpade in je res videti kot en derivat te nepredelane travme rojstva in strahu pred smrtjo. Ne. In potem res ljudje na podlagi tega lahko res začutijo eno globoko pomiritev samo s sabo in s svetom. In te zunanje okoliščine niso toliko več pomembne. Ne, da potem so nepomembne v smislu, da nam je vseeno za njih. Ne. Ljudem se ponovadi zelo odpre srce, zelo se jim razvijajo sočutje do drugih ljudi, ne, do narave, do skupnosti, želijo pomagati. Ne. Ampak ni več tistega krča, ne, moram, ne, nujno je. Ne. Tako ena globoka sprostitev se zgodi v psihi. Ne. Mogoče prvič v življenju sploh, ja, ne? Ja, za mnogo katere prvič v življenju, ja.
In tak nek feeling, kot da nek tovor pade iz prsi ali pa iz ramen. Tako. Prav, eni imajo občutek, da prvič zadihajo. Odpre se jim prsni koš. Ne. En tak zelo tako globok občutek je razširitve v prostor, sprostitve. Tako mogoče lahko pač omenva ta proces ego smrti. Ne. Ja, seveda. Zdaj, ljudje, ki redno delajo strukturirano s psihedeliki, na neki točki slej, ko prej začnejo podoživljati smrt in ponovno rojstvo svojega ega, pač to, o čemer sva zdaj govorila. Ne. In ta izkušnja zahteva, da se človek res sooči z tem, kar je za njega nepredstavljivo. Ne. Ljudje imajo občutek, da izgubljajo svoje telo umira, da izgubljajo stik z vsemi referenčnimi točkami, se pravi, cel svet se jim sesuva. Ne. Nekateri imajo res občutenja ali pa vizije, kako se celo vesolje sesuva samo vase. Ne. Izgubljajo stik z vsem, kar so poznali, z bližnjimi, z vsemi referenčnimi točkami, tudi z Bogom, recimo. Ne. Vse, kar jim je ljubo. Ne? Vse, kar jim je ljubo. Gre stran. Tako. Ampak ne samo, kar jim je ljubo, ampak vse, kar poznajo. Je res en tak občutek globoke izgube. Hkrati pa morajo iti ljudje tudi čez ena taka občutenja zelo globoke ponižanosti. Recimo Stanislav Grof je zelo lep primer opisal v eni izmed svojih knjig. Tako je šel on čez ta proces, imel občutek, kot da ga je ta hindujski bog Šiva razmazal po dnu vesolja. Ne? In da je imel takrat globoko zavedanje, da vse, kar je v življenju počel, po čemer je stremel, vsi njegovi cilji, načrti, želje, so bili na nek način ene vrste obrambni mehanizem pred zavedanjem te neskončnosti, njegove lastne nepomembnosti v luči neskončnosti in minljivosti. Ne? In to se je v trenutku razpršilo, razdrlo, mislim, da opisuje kot cvetovi regrada, ki so se pač razpršili v veter. Ne? V bistvu je res mogel doživeti smrt ega, ne? Vse te svoje samopomembnosti. Ne? In ko je doživel to smrt in izničenje, ne? Ga je na drugi strani čakalo eno zelo globoko olajšanje. Ne? On opisuje, kako je imel občutek, da ga je oblila neka neskončna ljubezen, kako so odpadli vsi strahovi od njega, kako je res čutil prvič v življenju en tak globok mir, eno srečo, olajšanje, sprostitev. Imel prav vizije te matere boginje, enega arhetipa, kako ga obliva z neko božansko mano, neko mešanico medu in mleka. Tako res v bistvu bilo diametralno nasprotno doživljanje kot temu prej. Ne. In potem opisuje tudi, kako se je ta vizija te velike matere boginje nekako kako izbledela, ne, in kako se je za njo postavil pač ta void, recimo, ne, ta mesta kozmična praznina, ne, o kateri sem tudi prej govoril. Ne. Tako da to so res ena taka neverjetna orodja, no, ne samo v terapevtskem, ampak tudi v duhovnem vidiku. Jaz sem bil, moram povedati, ker se zelo dobro navezuje na to, kar si povedal. Jaz sem bil na predavanju, ki si ga ti izvedel pred decembra, ne? Decembra smo imeli. V Zajčji luknji smo imeli. V Zajčji luknji, ja, trodnevno delavnico. Ne? In jaz sem v bistvu dobil en tak zelo močen uvid v svojo prvo izkušnjo. Ne? In kaj je mogoče bilo... ni prava beseda narobe, ampak zakaj je bilo to trpljenja? Ne? Ker to, kar si ti povedal za svojo izkušnjo, pa za Stanislav Grofa, ne? Meni se je enako dogajalo s to razliko, da sem se jaz temu uperil. In nikakor nisem mogel spustiti. Ne? In to je trajalo cel trip. Ne? In jaz sem v bistvu takrat prvič v življenju videl peko, ne? Kaj pomeni peko, ne? Kaj pomeni, da te tvoj ki je lahko popolna močilna naprava, ne? Ker to je telerana močilna naprava, noben drug te ne more toliko mučiti, kot te lahko tvoj ne? In takrat sem prvič videl v potencial tega trpljenja, ne? In šele zelo proti koncu izkušnje sem jaz dobil uvid
zakaj sem v bistvu trpel? Ne? Trpel sem točno zaradi razloga, ker nisem znal spustiti sebe, svojega ega. Ampak škoda, da je to še proti koncu prišlo. Ker takrat sem dobil tako res občutek, da jaz sebe učim nekaj. Ne? En del mene je učil ta egoistični del mene. To je edino, kar sem prepoznal. To sem jaz, ta ego. In en drug del mene je učil tega, da mora spustiti. In je samo privijal ta voljum. A še ne boš spustil? No, gremo še malo naprej v bolečino. In priješ do točke, ko ti nič drugega ne ostane, razen to. In takrat je to olajšanje. Ampak to se je proti koncu zgodilo. Praviloma, ja. Kaj lahko mogoče povejo o teh bad tripih? Bad se reče, načeloma rajš, v stroki imate rajš challenging trip, se pravi, kako bi... Zahtevnejši, recimo. Zahtevnejši, se pravi, niso slabi tripi, ampak so zahtevni tripi, zahtevnejši. Kaj lahko tem poveva v povezavi s tem, kar si rekel, s tem rojstvom? Ja, tako je, pač... Na neki točki večina ljudi, ki eksperimentira s psihadeliki, neha eksperimentirati s psihadeliki ravno zaradi teh beta oziroma challenging tripov. Ker začnejo v zavest prodirati ene vsebine, ki so zahtevnejše, ki ni več zabavno. In za ljudje, ki iščejo zabavo in če ni več zabavno, pač se ne bodo s temi pač ukvarjali. In pač to imenujemo beta ali challenging trip. Zdaj, v sami terapiji oziroma v terapevtskem settingu so challenging tripi lahko izredno zdravilni, ker pripelje v zavest eno težko vsebino, težko izkušnjo in če uporabnik se lahko z njo sooča in jo predela, bo potem njegovo življenje boljše, lažje, ker ta vsebina je imela nek vpliv v njegovem življenju. Ali je bil depresiven, ali je bil anksiozen, ali je imel pomanjkanje samozavesti. Stanislav Grof pravi, recimo, on te travme razdeli na dva pola. Trauma of omission pa trauma of commission. Lahko je bilo nečesa v našem življenju, recimo v otroštvu, preveč. Lahko je bilo nečesa premalo. In v psihedelični izkušnji to pride na plano. Če je bilo nekaj preveč, ne vem, bo uporabnik bo začelo zelo prelivati ena temna energija, nekaj zlobnega, recimo, in bo to mogel izbruhati, recimo, ali pa se na drug način soočati s tem. Se pravi, nekaj mora ven iz psihe. In če je bilo premalo, bo lahko recimo prišel v stik z zelo globokimi občutji zapuščenosti ali pa pomanjkanje ljubezni. In bo lahko zelo regresiral. In recimo, če bo ob njemu neka varuška, ki bo vedela, kako odreagirati v tej situaciji, ali pa en terapevt, mu bo lahko nudil dotik, mu lahko bo nudil objem, bo lahko nudil mu nekaj, ker mu ni bilo nudeno kot otroku, in bo lahko zapolnil tisto luknjo. Tako da tukaj imamo že dva primera, recimo malo teh challenging izkušenj, ki lahko nekdo, ki je ob temu, ki ima to izkušnjo, lahko zelo pomaga. Je pa tudi zelo fajn, da uporabnik to ve. Nekateri pravijo, da psihedelične izkušnje so trpljenje, ki vodijo v konec trpljenja. Se pravi, eno noč ali par noči trpiš in potem je tvoje življenje veliko boljše. Ker je obratno, recimo, spet alkoholni izkušnji. En večer se imaš lahko zelo dober, pa par nekrat trpiš lahko. Ja, prav obrnjeno je. Obrnjeno je, Tako da, mogoče, kar se tiče res teh challenging izkušenj, je primarno pomembno, da imajo uporabniki to v mislih, da gre za zdravljenje. Oziroma, da gre za soočanje z nečim v psihi, ki že obstaja tam in zdaj prihaja na plano z namenom, da se psiha zaceli, da se ozdravi, da se integrira. In da pot ven vodi skozi. Se pravi, bolj se uporabnik upira tej izkušnji, tako kot si rekel, večja energija je spodaj, bolj trpi, kar namen je sprocesirati, sprostiti, predati se na neki točki. In prej se bo uporabnik predal, hitreje ga bo popeljalo skozen. Kar je pa lahko zelo zahtevno, recimo nekatera področja nezavednega, recimo druga perinatalna matrica, v travmi rojstva, je v bistvu arhetip pekla. Tam imajo uporabniki res izkušnjo brezizhodnosti. So izven časa in prostora, znajdejo se v enem arhetipu pekla in
In tam je samo neskončno trpljenje, obup, brezup, nobene perspektive ni. Ne. Tudi samomor, recimo, ne, če pomislijo na njega, dobijo globoko vid, da zavest ni umrljiva, ne, da se bo pač ta izkušnja ponavljala v neskončnost. Ne. Eni imajo pač vizijo celo arhetipa te budistične samsare, ne, neskončen krog rojstev, smrti in trpljenja. Ne. Ja, popoln pekel mora biti neskončen. Tako. Zato je popoln. In brezizhoden, točno to. Tako, ja. In tukaj je tudi en zelo zanimiv recimo uvid v naravo recimo krščanskega ali pa budističnega pekla. Ne. Recimo danes marsikdo reče, pekel ne obstaja. Ne. To je bila pač ena, ne vem, pravljica krščanstva, s katero so pač uporabljali, da so imeli ljudi pod kontrolo. Ne. Ampak v tej luči pekel definitivno obstaja, ne, kot arhetip in v vsakem izmed nas in je dosegljiv. In v globoki psihedelični izkušnji se uporabniki zelo pogosto srečajo z njim. Ne. In tako kot so prej rekla, pot ven je skozen. Ne. Šele ko se uporabnik uspe prepustiti, popolnoma predati dejstvu, da ne bo nikoli izšel iz tega pekla, ne, da je obsojen na večno trpljenje, tisti trenutek se paradoksalno zgodi, ne, ena globoka sprostitev, pojavi se izhod in izplava. To, kar si povedal, ne, to se res treba zavedati. Mislim, jaz, sebi govorim, koliko je to težko. Ja. Ti si zdaj rekel, šele ko sprejmeš, da bo ta popoln pekel večno trajal, Ja. Kako prije do tega sprejemanja? Ja. Ker to je... Ja. To je zelo dobro vprašanje. Ker, moram sprejeti, zato da pridem ven. Ja. Že nisi sprejel, da boš skozi tam. Tako. In te igrice tam ne delujejo. Ja. Te ego igrice, ko si soočen sam s sabo, ne delujejo. Absolutno. Hoče v partnerstvu, kdaj deluje, ali pa odnosi z ljudmi za kratek čas. Ampak tam sebe ne moreš bullshitati. Ne. Ja. Ker to je to zanimivo, ne moreš narediti predaje. Mi smo konstantno v delu, nekaj moramo narediti. Kako se predati? Kaj moram narediti, da se predam? Predaja ni delo, predaja je predaja. In v predajo si ponovadi prisiljen, kot si sam prej rekel. In pač zgleda, da to je narava te izkušnje. Mogoče bi tukaj dodal sem še nekaj. Recimo, včasih se zgodi, da ljudje pridejo v stik s temi vsebinami in jih začnejo popolnoma preplavljati. Doživijo bad trip, recimo so nekje zunaj na enem partiju in končajo recimo nekje na psihiatriji. Psihiatričen model razumevanja duševnih motenj je drugačen kot psihodinamski. In kaj se ponavadi tam zgodi, nam zelo pogosto jim dajo kakšno pomirevalo ali pa antipsihotik. In to je nekaj najslabšega, kar se lahko zgodi, zato ker zamrzne proces na psihodinamski ravni. Ker če uporabnik ne dobi pomirjevala ali pa antipsihotika, recimo, da se z njim sem pogovarjam, talking through, se omogoča, da se ta proces na neki točki steče, da se zaključi, nekako normalno, spontano. Vsebina, ki je prodrla na površino, ima nek tok, nek svoj naboj, svoj namen in se bo zaključila. In v veliki večini primerov se bo zaključila ok. Če pa sredi tega procesa nekaj vzamemo, neko psihiatrično zdravilo, ki umetno zamrzne proces, kaj se bo zgodilo? Psihodelik na neki točki ne bo več deloval, normalno, ampak vsa ta vsebina, ki je prišla na površje, ki smo jo sprožili, bo ostala odprta na površini, proces se ni zaključil. In uporabnik, ko bo nehal jemati, recimo pomirevala ali pa antipsihotik, se bo ta proces želel nadaljevati, se bo želel zaključiti. Uporabniku bodo ostale, različne simptomatike, različne motnje, depresija, strahovi, v skrajnem primeru kakšne take psihotične blodne ali pa slike. Izkrivljanje realnosti. Tako. Zato, ker se bo začelo mešati, ta amalgam, o katerem sem prej govorila, nezavedno pa okolje, zunanjost. In zdaj v psihiatriji pogosto rečejo, prišlo je do izbruha latentne psihoze, uporabnik mora biti do konca življenja na zdravilih. Ok, gremo nazaj na zdravila, na nek umeten način, sintetičen, spet vzpostavimo blokado med zavednim in nezavednim in uporabnik je ok, dokler je na zdravilih. Zdaj, v psihedelični psihoterapiji, predvsem tako, kot so izvajali v 50-ih, 60-ih, pa še malo v 70-ih letih, je pa drugačen pristop. Tam pa, če se je slučajno to zgodilo, recimo, so uporabnika popeljali nazaj v izkušnjo, so strukturirali, recimo, naslednji vikend bo nova izkušnja,
Šli bomo nazaj v proces, vzel bo še eno psihedelično zdravilo, recimo LSD, ki bo ponovno odprl ta vrata, ponovno dovedel energijo v nezavedno, z namenom, da se vrnemo tam, kjer si prej ostal, kjer si se zaciklil, kjer je konflikt, z namenom, da se razrež, da se sprosti. Ne. Tako je v bistvu ta pristop bolj tak homeopatski. Ne. Ojačamo simptom z namenom, da ga ozdravimo. Ne. Potem, ko pri klasični psihiatriji zdravimo simptom, oziroma se smatra simptomatično zdravljenje za zdravljenje. Mogoče lahko nadaljujeva oziroma zaključiva te matrice. Prva, druga, tretja, četrta. Lahko razloživa, kako je povezan to v nekem tripu. Predstavljam si, da bo nekdo to poslušal, ki je imel take izkušnje. Ne? In meni je ta koncept zelo pomagal videti te faze, ki se dogajajo v psihedelični izkušnji v povezavi z rojstvom. Ne? Tako da mogoče to lahko. Mogoče sem začetek, da poveva, kaj je odkril Stanislav Grof o teh treh nivojih nezavednega. Zdaj, Freud je bil prvi, ki je rekel, da se človek rodi prazen in nepopisan list papirja, ki ga na to oblikuje ta dednost pa okolje, v katerem odrašča. In to je še danes ena taka temeljna predpostavka v psihiatriji in psihologiji. Človeške duševnosti po tej predpostavki pred rojstvom ni. Ne. Psihedelična izkušnja pa odkriva nekaj tako zelo zanimivo drugačnega. In sicer, da v nezavednem ostaja spomin na travmo rojstva. Ne. Izkaže se, da je plod na eni ravni zavestno čuteče bitje, ki doživi svoje rojstvo. Ne. Ostane psihološki vtis. Ne. Ni nezaveden, ne spi in se šele z rojstvom prebudi. Ne. En zelo globok, zelo močan vtis pusti na njemu rojstvo. Ne. In izkaže se, da je rojstvo, tako kot so prej rekla, en zelo močan psihično in fizičen traumatizujoč dogodek. Ne. V bistvu je za plod to neke vrste smrt. Ne. Če si predstavljava, neko idealno okolje maternice, za vse potrebe je zadovoljeno, plod lebdi, zlit je psihološko in fiziološko z materjo, ne. Potem se pa kar nekaj zgodi. Ne. Voda oteče, začnejo se popadki z vseh smeri, stiska, ne, zmanjkuje kisika. Ne. Plod doživlja kot konec celotnega vesolja. Ne. Tako kot bi recimo si medva zdaj predstavljala, da se začne, recimo ta prostor, v katerem sva rušiti, potem vi zapirati, tako Indiana Jones. Ali pa celo vesolje se začne sesuvati samo vase, zmanjkuje nama kisika v prostoru. Ne? Tako, na čisto eni instinktivni biološki ravni bi začela doživljati eno globoko paniko. In isto doživlja plod. Ampak če greva mogoče čez te matrice, se pravi, Grof je pač odkril, da čisto na psihološki ravni se ta travma rojstva v bistvu loči na 4 sklope ali 4 dele, ki se predvsem ujemajo tudi z čist biološkimi fazami rojstva. In jih je poimenoval rojstne perinatalne matrice oziroma birth perinatal matrices 1, 2, 3 in 4. Se pravi, prva matrica je ta, ko je plod še tik pred porodom, ampak v tem popolnem okolju. Se pravi, za vse potrebe je poskrbljeno, zlitje z materjo, tako ljudje, ki podoživljajo ta del rojstva, recimo, se jim odpre ta arhetipski svet, ne, si lahko čutijo, kako so recimo astronaut, ki lebdi v vesolju, ali pa kit, ki plava v neokrnjenem morju, ali pa postanejo Buda v tej globoki meditaciji. Ne. Tako tukaj vidimo, da v psihedelični izkušnji o podoživljanju rojstva se odpre še ta arhetipski svet kolektivnega nezavednega. In občutenja vsake perinatalne matrice so povezane s tem arhetipskim svetom. Tako da ljudje, ki podoživljajo posamezne faze rojstva, hkrati podoživljajo tudi te arhetipske vsebine. Zato, ker vsaka faza rojstva je na nek način del enega arhetipa. Grof je recimo na začetku svoje kariere, ko je prišel do teh uvidov, predpostavljal, da je travma rojstva en zelo pomemben dejavnik pri kasnejši psihopatologiji, ne, pri depresijah, pri anksiozностih in tako naprej. Ker je sicer res, ampak potem je nadgradil to spoznanje, da rojstvo oziroma posamezna faza rojstva je del enega arhetipa. Ne. Obstaja nek tak temeljen obrazec v kolektivnem nezavednem,
ali pa še naprej, recimo, no, ki definira izkušnjo vsake posamezne faze rojstva. Ampak da ne bova zdaj malo odplavala, potem, če umela čas se vrnila. V glavnem, to je prva faza rojstva. Potem druga faza rojstva je ta, kjer porodna voda oteče, začnejo se popadki, se pravi krčenje, stiska, pomanjkanje kisika, ne? Plod dobiva kisik prek krvi, prek te maternične popkovine in popadki prekinjajo ta tok. Ne, in s tem dotok kisika in plod ima občutek, da se duši lahko. V tej drugi fazi ta porodni kanal še ni odprt. Ne, vrat je še zaprt in ljudje to doživljajo kot brezizhodno situacijo. In tukaj se res lahko odprejo res en tak občutek arhetip pekla. Brezizhodnosti. Ta situacija se ne bo nikoli končala, vse je nesmiselno. Eno tako, v bistvu je to negloblje trpljenje, ki ga kot ljudje lahko doživimo. Ne? Ljudje se čutijo zelo zapuščeni, tako zelo osamljeni, kot jih je tudi zavrženi, kot jih je tudi božansko zavrglo. Ne? In recimo ta druga perinatalna matrica je en zelo pomemben izvor depresije. Ne? Ljudje, ki so zelo pod vplivom te matrice, imajo občutek v življenju, da je vse brez smisla, da tu je ena velika dolina solz, samo trpljenje, kamor se obrneš, karkoli naredim ali ne naredim, v končni luči je nepomembno, čaka me samo smrt. Ne. Tako da na perinatalni ravni je to res en tak pomemben izvor te eksistencialne depresije. Ne. Zdaj, ljudje potem ponavadi podoživljajo to tretjo fazo, se pravi, ta kanal se odpre, plod začne svoje popotovanje po materničnem kanalu. Zdaj, tukaj je situacija še vedno izredno naporna, ampak boljša. Ne? Je izhod, je trpljenje, ampak je izhod. In ljudje tukaj podoživljajo ene zelo take dramatična občutanja agresije. Ne? Zelo pridejo v stik z enim besom v sebi. Ne? Eni imajo celo občutek, da je toliko tega besa, toliko agresije, da so postali poosebljeno zlo. In imajo zelo težave iti v stik s tem. Ne? Tako, imajo občutek, da jih je hudič dobesedno obsedel. Ne? A je to nekako srečanje s tem shadowom oziroma senco? Absolutno, ja. Tako je. Ja. Ker moramo razumeti, da vse te vsebine vsi ljudje nosimo v sebi. Večinoma so tam nekje spijo. Pri ljudeh, ki imajo različne težave, na tak in različen način vplivajo na njih. Lahko pa pride tudi do nekega takega splošnega izbruha. Ne? Recimo pri določenem posamezniku, ki je bil zelo miren celo življenje, nekoč pa, ne vem, kupi pištole, gre v šolo in postreli celo šolo, recimo, ne? Kot imamo primer v Ameriki. Imamo primere vojn, revolucij, ker te vsebine izbruhnajo hkrati na kolektivni ravni. Ne? In ljudje, ki v bistvu prej niso bili v stiku s to agresijo, ne, lahko postanejo izredno agresivni, morilski, taki zelo zli na eni ravni. Ne? In sama biografska zgodovina, se pravi vsebine po rojstvu, ne, so zelo nezadostne, da nam razložijo, pač, kaj se dogaja takrat v človeku ali pa v človeštvu. Ne. Zato je zelo pomembno poznati ta perinatalni predel nezavednega. Ne. Ker moč teh energij, teh vsebin tam je izredna. Ne. Pač, ljudje, recimo, ko podoživljajo tretjo matrico, imajo pogosto občutek, da so postali vulkani, vulkanske eksplozije, eksplozija atomskih bomb, res prav doživljanje tam je toliko presežno, toliko razširjeno, da ga zelo težko primerjamo s čimerkoli ljudje lahko doživijo vsakodnevne stanje zavesti. In en zanimiv te tretje matrice je tudi ta, da to trpljenje se na neki točki toliko intenzivira, da postane užitek. Tak grof to imenuje ta volcanic ecstasy. Ne? Se pravi, ljudje imamo na neki točki izgleda psihi mehanizem, ki sproži en proces ekstaze, kadar trpljenje postane pretirano, presežno. In tam se to trpljenje in ta užitek zelo zlijeta en z drugim, hkrati pa začnejo ljudje prepravljati tudi ena taka občutanja take seksualne, erotične vzburjenosti. In potem imamo tak zmes, amalgam,
Se pravi tega užitka, tega trpljenja, te seksualne vzburjenosti, tega strahu pred smrtjo. In to na tej ravni vse rata ena taka zlita celota. Ne. In iz tega lahko potem res dobimo ene zelo pomembne uvide tudi v naravo, ne vem, seksualne psihopatologije, ne, zakaj določeni ljudje uživajo oziroma potrebujejo tudi neko agresijo pa trpljenje ob seksualnem užitku, ali pa recimo strah pred seksualnostjo pri določenih ljudeh je zelo povezan recimo s to perinatalno matrico, ne, ker se hkrati sprošta strah pred smrtjo, ne, oziroma ta energija je pretirana, je eksplozivna, je preveč, ne. Tako zelo zanimivi uvidi v naravo človeške duševnosti lahko dobimo s to perinatalno kartografijo. Ne? In potem imamo še to zadnji del, se pravi 4. del, ne? Se pravi samo rojstvo. Ne? Tukaj pa posameznik praviloma doživi to, kar smo prej omenila, ego, smrt in ponovno rojstvo. Ne? Ne doživi samo kot neko rojstvo, ampak pred rojstvom je vedno smrt. Ne? Kot prej sva rekla, na eni ravni fetus, na čisto psihološki in fiziološki ravni umira. Ne? Otrok, ki se rodi, je drugačen. Ni več zlit z materjo, mora razviti svojo fiziologijo, da presnavlja, da diha, da je. Ne? Prereže mu popkovino, tudi na psihološki ravni, kar naenkrat samostojno biti. Tako da lahko rečemo, na eni ravni se je zgodila neka smrt. Ne? Drugi del je ta, da porod je življenjsko ogrožajoč dogodek. Ne? Tako čez zgodovino kot danes so številne matere in številni dojenčki plodovi umirali med samim rojstvom. Ne? In ta del se plod na eni ravni zaveda med rojstvom, ne? Ve, da umira oziroma je potencial te smrti. Ne? In to res v psihotelični izkušnji globoko izbruhne na plano. Ne? Tako da se pravi, preden se človek rodi oziroma podoživi to svoje rojstvo na eni ravni, mora iti čez proces ego smrti. Ne? Ima občutek, da on umira, da se njegov cel svet končuje. Vse, kar je bil, vse, kar je poznal, izginja. Ne? In za večino ljudi je to izredno naporen, izredno težak prehod in večina oziroma veliko ljudi, ki niso v terapevtskem kontekstu, se ustavi tukaj. Ker spremlja ta občuten en grozen strah. En res tak metafizičen strah pred popolnim izničenjem na vseh ravneh. In ljudje rabijo ogromno podpore, da se upajo iti, da se uspejo prepustiti temu izničenju dobesedno na eni ravni. Ne? In ko se uspejo prepustiti temu izničenju, tej ego smrti, in tako kot so prej rekla, na drugi strani res oblije nekaj novega, doživijo novo rojstvo. Ne? Zato to imenujemo tudi psihospiritualen proces, ne? Ni samo podoživljanje rojstva. Ne? In potem jih doživijo res to novo rojstvo in jih oblije ta neskončna ljubezen in milina in varnost in mir. In ko pridejo na drugi strani ven, je njihov jaz drugačen, je nov. Ne? Doživljanje sebe, videnje sveta je drugačno. Ne? Če je bilo prej mogoče tako zelo materialistično, ateistično, ne? Jaz sem moje telo, ne? Moja zavest je moj ne? Ta svet je nevarno bojišče, moram biti na preži. Je po tej izkušnji, po smrti in preporodu ega, imajo ljudje drugačno perspektivo, drug uvid, ne identificirajo se več toliko s telesom. Ne? Vidijo, da njihova zavest je v bistvu nekaj, kar je neumrljivega na neki ravni. Ne? Ni samo nek produkt nevrofizioloških procesov v možganih. Ne? Ne vem, zelo postanejo bolj, kot so prej rekla, empatični, ne? Zelo bolj živijo v trenutku, vidijo, da je vse, kar obstaja, produkt neke zavesti. Ne? Tako je v bistvu pridobijo bolj tak metafizičen uvid v naravo stvarnosti. Ne? Zelo jih začne recimo privlačiti kakšne te duhovne, mistične razlage literature, ne? Ker si želijo razložiti, razumeti to izkušnjo, no? Je dati v nek kontekst, koncepte. Ne? Tako da pač ta perinatalna raven je v bistvu res neka zmes, ne, je v bistvu podoživljanje rojstva, travme in integracija, hkrati pa nek psihospiritualen proces. Ne. Je v bistvu nek umestni člen med tem biografskim delom pa transpersonalnim, ne, se pravi tem presežnim delom, ne, delom, ki presega čas in prostor. Ne.
Ljudje imajo lahko tudi izkušnje, ne vem, preteklih življenj, zlitja z kozmosom, srečanja z umrlimi predniki, postanejo zavest matere zemlje. Ne. Stvari, ki jih je težko umestiti v ta redukcionistični znanstveni koncept, v znanstveno paradigmo. Ne. Tako da ljudje, ki imajo to težavo, no, ki ostajajo znotraj te obstoječe paradigme, ne dajo tem izkušnjam objektivne vrednosti oziroma jih smatrajo za neke metafore. Ne. Kako pa ti gledaš kot metaforo vse to ali dobesedno? Meni osebno po vseh teh letih izkušenj moram reči, da je moja perspektiva ta, da je narava teh izkušenj bolj resnična kot metaforična. In sicer v smislu, da je zavest nek temeljni aspekt bivanja, nek temeljni aspekt stvarstva, je obratna slika. Mi ni več tako blizu ideja, da je zavest produkt nevrofizioloških procesov v možganih, ampak obratno, da je materija produkt zavesti. Mogoče ta hindujski pristop, po katerem je tako Brahman, Atman, ki govori o tem, da je neka neskončna zavest, nek kreativni princip ustvaril različne materialne svetove iz sebe, znotraj sebe in se zakopal v neko neskončno dogodivščino zavesti. In recimo tudi ta ideja je tudi veliko bližje recimo tem različnim poganskim idejam ali pa ne vem, idejam duhovnosti, kot so jo poznali ameriški indijanci, da vse ima svojega duha, vse ima svojo zavest, reke, gore, zemlja. Tako da meni je ta ideja oziroma razumevanje sveta po vseh teh izkušnjah bližje. In zato imajo lahko uporabniki izkušnjo, da postanejo zavest zemlje, zavest gore, zavest kozmosa. Ker v tej paradigmi vse, kar obstaja, v bistvu produkt neke zavesti, vsebuje to. Torej vse bolj res, vse, kar se v neki zavesti zgodi. Recimo, če imamo tukaj izkušnjo ayahuaske in srečanje z duhovi gozda in duhovi tega drevesa in tega drevesa in tega drevesa, potem, če to obstaja v neki zavesti, potem je to tudi res. Tako. Ja. Ok, razumem. Kar je tudi, se mi zdi vseeno pomembno tukaj dodati, da ne greva čisti iz polja znanosti. To ne pomeni, da vržemo znanost na stran. Ampak, da je predvsem treba upoštevati, da znanost v bistvu temelji na nekih metafizičnih verovanjih. Predpostavkah, nekem paradigmatskem okvirju. Recimo tudi sama evolucija. Evolucija pravi, da genetske spremembe so naključne. Da ni neke višje sile, ki bi jih vodila ali usmerjala. Ampak to je metafizična predpostavka. Ta naključnost. Grof pravi, da je to tako, kot da bi šel tornado čez smetišče pa sestavil potniško letalo. Potem znanost v bistvu ima danes v bistvu neko drugo metafizično predpostavko, s katero to razloži. To je izredno majhna možnost, da smo v vesolju, ki podpira življenje, in to je izredno majhna možnost, da se je evolucija odvila, kot se je. Razloži z metafizično predpostavko, da obstaja neskončno število vesolij, v katerem so parametri le malenkost različni. In mi pač slučajno ali nesrečo živimo v vesolju, kjer so ti parametri idealni. In jaz mislim, da to je en čist tak ena možna predpostavka, en veljaven metafizičen koncept. Omenil sem ga pa sem zato, ker znanost se tako mogoče laično dojema kot nekaj zelo objektivnega, fiksnega, nekaj zelo, ki ne temelji na verovanju. Ampak če pa pogledamo globlje, pa vidimo, da vseeno je s temelji zahodne znanosti vsebujejo par metafizičnih predpostavk, ki so točno to metafizične predpostavke ali verovanja. Ja, jaz vedno rečem, da lahko vsak sam to pri sebi testira. Kaj zares ve?
Kaj zares ve za 100%. In moj argument je, po mojem bi se mogli vsi strinjati, da je edina stvar, ko jo veš, da si zavesten. Da ta miza obstaja, ja, predpostavka je, da zares obstaja in da sva midva ločena na drugem koncu te mize in oba dva zaznavava to mizo na ta način. Predpostavka je, iz vsega, kar verjamem. Tako. Ampak treba si priznati, da je predpostavka. Ja, absolutno. To, da sem pa zavesten, pa je edina stvar, ki ni predpostavka. Tako. Ja. Tako da vse ostalo, kar pol gor namečemo na to, začetne predpostavke, so tudi pol predpostavke. Tako da ja, jaz tudi pravim, da objektivnost, odvisno od definicije, da nekako ne obstaja. Točno to. Skupek subjektivnosti je objektivnost. Tako. Grof zelo dobro pravi, da znanost ni poznavanje vesolja ali pa stvarstva ali pa zunanjih okoliščin. Znanost je človeško poznavanje vseh teh elementov. Kakor mi spoznavamo vesolje, ga spoznavamo čez naše čute, čez našo izkušnjo in čez interpretacijo našega uma, drugače ne more biti. In to v končni fazi je človeško poznavanje. Mi spoznavamo vesolje čez človeški filter. In zato je nujno to, kar si rekel prej, da je izkušnja spoznavanja subjektivna na eni ravni. Ne popolnoma subjektivna, seveda si delimo izkušnje in jih primerjamo med sabo, ampak na eni ravni je vse spoznavanje subjektivno. In to mogoče si res lahko dokažeš, mislim, glih s takimi orodji, ki ti pokažejo, da obstaja popolnoma drugačno zaznavanje realnosti. Da je to možno. In potem se moraš ti odločiti, to stanje, v katerem sem zdaj več časa, če čas kaj pomeni, tam je tudi malo se skrivi. Potem se moram odločiti samo zato, ker sem večino časa tukaj, je to bolj pravilna realnost kot tista. Tako. Ja, jaz znam primer, kaj če bi recimo kot otrok ti začel dobivati psilocibin konstantno, ko bi ti nehal dajati, bi ti bil na psihedelični izkušnji. Ko bi ti nehal dajati, se bi ti vse zravnal v tem smislu in bi ti bilo popolnoma čudno, popolnoma nerealno. Ok, a lahko zdaj malo poveva o tvoji vlogi kot siterja? Ne vem, kako bi po slovensko temu rekel. Varuška včasih uporabljamo, čeprav tako malo nenavaden prevod. Vlogi varuške med to izkušnjo, ki jo ima nek posameznik. Kaj je v bistvu tvoja naloga? Se pravi, jaz kot terapeut pač ne morem delati psihedelične psihoterapije trenutno, ker pač ni zakonske podlage za to. Raziskujemo sicer možnosti v tem v tujini, na Jamajki ali pa Nizozemskem. Tako da jaz, ko sitam oziroma ko igram vlogo varuške, so ponovadi kakšni prijatelji ali pa znanci, ki si sami pač pridobijo substanco, ampak bi vseeno radi imeli prisotnost nekoga, ki jih bo znal podpreti. Pa ti ljudje, ki poslušajo to, ne morejo pisati. Ker če ne bova omenila, da ne, ti bojo verjetno pisali. Kaj bi povedal tukaj? Mislim, bom povedal, kako jaz naredim, pa mogoče kaj lahko drugi naredijo. Zdaj, jaz, kadar pač sitam te prijatelje ali znance, je meni tako zelo eno veliko veselje, zato ker sam vem, kakšna je globoka transformativna možnost te izkušnje. V bistvu je en podoben občutek, kot da prisostvujem rojstvu, psihospiritualnemu rojstvu nekoga. In tako je zelo ena velika hvaležnost ob tem. Po drugi strani je počasih tudi zelo naporno. Biti več ur ob nekomu, ki gre lahko čez ene izredno take težavne, globoke procese, je zelo zahtevno. Po drugi strani se človek nekako navadi. Spomnim se, ko sem začel svoje izobraževanje iz holotropskega dihanja. To so primeri, ki je po 50 ljudi, recimo, včasih tudi 100, hkrati v prostoru in grejo čez zelo intenzivne procese. In to včasih izgleda, kot da bi prišel na kakšno zaprto delo, kakšne psihiatrične bolnišnice ali pa kot eksorcist, recimo. In na začetku se spomnim, da sem se zelo izogibal, oziroma sem hodil tako ob steni, da me ne bi videli, recimo. Potem s časoma se pa naučiš biti v prisotnosti teh energij,
ker vidiš, kakšno veliko transformativno in zdravilno izkušnjo imajo. Ne. In ni težko biti zraven nekoga, je zahtevno energetsko, ampak ni težko biti zraven nekoga, ki je mogoče lahko 5 ur bruha, kriči, joka in se trese ali pa zgleda, kot da je obseden. Zato, ker veš, na kakšni globoki ravni se čisti, se zdravi. Veš, da ko bo prišel čez 5-6 ur nazaj, bo drug človek, ne, bo sijal, ne, pa njegovo srce je odprto. Tukaj se spomnim enega primera. Ne spomnim se točno terapeuta, bo že par let nazaj. Na enem podcastu sem poslušal, kako je delal v Kanadi z LSD-jem in so delali z otroci, ki jim nobena druga pomoč pač ni pomagala. Ne zdravila, ne psihoterapija, pač bili so odpisani. Ne. In je bil primer ene mlade punčke, ki ni komunicirala, nehala je tudi uživati hrano, tako je bilo zelo videti, da bo umrla. In je delal z njo z LSD-jem. In punčka je začela v 1 uri kričati na ves glas, prvič, da je spustila kakršenkoli glas. In je kričala in je kričala in je kričala 2 uri, dokler ni terapeut enostavno mu na neki ravni bilo dovolj in je sam začel kričati nazaj. Nehaj, prosim, nehaj kričati. In ona se je zelo zresnila, nehala je kričati, tako ga je pogledala v oči in mu je rekla, ne vem, recimo John, ne spomnim se, kako me je ime, John, šele začela sem, še zelo dolga pot je pred mano, prosim, pusti me. In je zaprla oči in je nadaljnjih 5 ur kričala. In to je bilo za njega en tak zelo močan preklop, ne? Ker kljub temu, da mogoče na zunaj izgleda situacija zelo dramatična, traumatična, boleča, ne? Znotraj same izkušnje ponavadi klienti v bistvu vedo oziroma ohranjajo zaupanje, da je zdravilna. Ne? Zdaj, včasih je vseeno pač strašljivo, je zelo v pomoč, če, ne vem, koga primam za roke, recimo, če mu je preveč, ne, ga objamem, ne, ali pa tudi recimo, ne vem, se spremeni glasba, se prižge kakšna svečka ali pa kadilo v prostoru, ne. In to pomeni, da držiš nekomu prostor, ne, da si tam za njega, ne da karkoli interveniraš, ampak samo da on čuti, da si tam za njega, če bo karkoli potreboval. Ne. In to recimo tudi v tem izobraževanju za holotropsko dihanje zelo zanimivo. Včasih pravijo terapeuti, 10 let sem hodil na fakt, zato da zdaj človeku vrečko držimo, katero bruha. Ne. Ker je drug koncept. Ne. Ni to, da nek pameten terapeut vsiljuje neko svojo ideologijo oziroma usmerja, ampak da samo klientu v nezavedno ustvarja en proces, ki traja več ur. Ne. Ta notranji zdravilec, kakor ga imenujejo. Ne. In ti si samo tam v vlogi varuške, ti samo držiš prostor. Ne. Tako kot recimo, ne vem, babica ali pa dula o porodu. Ne. Ona ne sili noter, pa vleče ven, pa ne vem kaj, razen v skrajnih primerih. Ne. Ti si tam, da držiš, ne vem, mati za roko, recimo, ne, da ga pomagaš, asistiraš, obrišeš dojenčko, ko pride ven. Ne. Proces ima svojo logiko, svojo energijo in se bo iztekel. Ne. In nima smisla se vsiljevati v njega noter. Ne. Kaj pa lahko poveva o tem bodyworku, ki ga je tudi Stanislav Grof nekako razvil, odkril, kakorkoli, med samo izkušnjo, ko pride do nekih na površini telesa, do nekih, ko bi rekel, nekih simptomov, krčev, mogoče tresavice malo, blokad, tako je. Kako to deluje? To je zelo zanimivo, tudi ko Stanislav Grof opisuje, kako je prišel do tega. Ne? Pač delal je z ljudmi, z LSD-jem. In na koncu seanse, ko je efekt LSD-ja že precej popuščal, pri določenih ljudeh se je bilo videti, da proces ni čisto končan. Ne? In sem pa kemu je kdo rekel, tukaj čutim zelo, pač ne vem, neko bolečino, malo pritisnem tukaj, ne, malo pritisnem. In on je res šel noter in je pritiskal in je gnetel, ne, do neke točke, da se je proces odprl, nadaljevalo se je. In logika zadaj je ta, da pač nekaj, kar je bilo na telesni ravni, je bil v bistvu nek zlitek. Ne. Nekaj iz nezavednega je želelo prodreti na površje, ampak je neka telesna energetska blokada, nek body armor. In pa se je izrazil kot en simptom. In ko potisnemo na tisto točko, intenziviramo, prej smo rekli homeopatsko, se pogosto zgodi,
da se v bistvu proces še bolj odpre, še bolj poglobi. Ponavadi pride neka psihična vsebina ven, neka stiska. In ne ve, ljudje lahko začnejo potem bruhati, kričati, jokati, pač proces se steče naprej. Ne. To je veliko bolj dramatično, je to videti na teh delavnicah holotropskega dihanja, kjer je pač zelo en tak pomembna komponenta samega procesa, ta bodywork. Ne. Na koncu dela se vsakega udeleženca preveri, kje je, kako se počuti v telesu, ali mu kjerkoli ostaja. Ne? In če mu ostaja, se gre tisti del intenzivirati. Ne? Zdaj, včasih se zgodi, da tudi med samim procesom se te energije zelo tako kaotično izbruhnejo na plano. Ne? In tam je treba recimo posameznika omejiti, recimo z blazinami. Ne? Ali pa, če je res tak kaotičen izbruh teh telesnih ali pa perinatalnih energij, se lahko dva terapeuta oziroma dve varuški tako usedeta ali pa uležeta ob klienta, skleneta čez njegov prsni koš roki, ga podpreta zadaj pod glavo in res pustita, da telo gre v eno tako zelo kaotično gibanje. Ne? Se pravi, res prostite vseh teh energij. Ne? Tako, v bistvu gre za neko obliko tako zelo telesno izražene terapije tudi. Ne? Ker to je pomembno zato, ker ogromno neke psihopatologije je shranjene v telesu. Ne. Ni neke jasne ločnice med psiho in telesom. Ne. Recimo tudi travma rojstva recimo je en primer tega. Ne. Tam je ogromno te fizisa, te telesne energije, ne, telesne travme shranjene noter, ne, ki je zelo zlita s tem psihološkim, neumskim delom. Ne. In ljudje, ki pridejo v stik s tem, ni te diferenciacije, ni te ločnosti, ne. Predelujejo hkrati in telo to pač izraža. Ne. S tem, ko on podoživlja neko globoko stisko, travmo, spomin, ne. Hkrati to telo to izraža. Ne. Okay, imam še eno vprašanje, ki bolj tako, tudi glede tvojega mnenja me zanima. Kako gledaš na to osebno svobodo jemanja takih stvari, predvsem v povezavi zakonsko? Ne? Ali pa, če drugače malo vprašam, če bi ti bil predsednik sveta, kakšen bi bil zakon glede teh substanc? Dobro vprašanje. Jaz mislim, da te substance bi mogle biti dosegljive prosto vsem polnoletnim državljanom, ker jaz v temelju verjamem v človeško svobodo. Vsak ima pravico si sam izbirati, kaj bo zaužil, kaj ne bo zaužil in na kakšen način bo spremenil ali ne bo spremenil svojo zavest. Nihče drugi, nobena avtoriteta nima pravice vplivati na to. Drugo je vprašanje družbene škode. V primeru, da bi obstajala substanca ali snov, ki bi povzročila veliko družbeno škodo, jaz mislim, da bi pač mogli nekako pač to substanco omejiti. In mi imamo recimo en paradoks, prej smo govorili o alkoholu. Terence McKenna je zelo dobro rekel, ni družinskega nasilja brez alkohola, oziroma je to tako kot cirkus brez levov. Ga ni. Ne? In mi imamo za vse ljudje, ki delajo v socialnem delu, vedo, da alkohol je en izmed glavnih povzročiteljev ne samo družinskega nasilja, ampak ene take velike družbene škode. Ampak mi imamo primer ene zelo take dobre prakse, recimo temu dobre, no, pač pogojno dobre, kjer imamo lahko zmerno rabo alkohola, ki ne povzroča škodo, in imamo uporabo alkohola, ki povzroča veliko škodo. Ne. Ampak imamo nek sistem, ki to nekako izravnava, nekako deluje. Sodišča, socialno službo, ne, pomoč za zasvojence z alkoholizmom. Ne. In v končni fazi vse te snovi, oziroma velika večina teh snovi, ki so prepovedane, predvsem psihadeliki, ne, oni imajo zelo majhno družbeno škodo. Ne. Pred leti je bila v Angliji narejena ena raziskava oziroma študija, mislim, da je celo nek bivši vladni predstavnik na področju teh prepovedanih snovi naredil, zato je bila kasneje tudi zelo hitro pokopana ta študija, ki je kazala, da imajo recimo psihadeliki na celotni lestvici prepovedanih in dovoljenih drog najmanjšo osebnostno škodo in najmanjšo družbeno škodo. Največja je, mislim, ravno alkohol, tobak, heroin, pa ja, tako, mislim, da so na vrhu. Pa kokain verjetno. Kokain verjetno, ne. Tako da
Jaz mislim, da kot družba imamo znanje in sposobnosti omejiti kakršnokoli škodo bi lahko nastala, ker ljudje bodo te snovi uporabljali. Tisočletja so jih uporabljali in tisočletja jih še bodo uporabljali. To je del naše človeške izkušnje. Uporabljamo različne snovi, ali za spremembo naše zavesti. Ali je to alkohol, ali je to tobak, ali je to sladkor, ali so to psihadeliki. Ljudje spreminjamo svojo zavest in ne bomo spreminjali. In da je zdaj nek organ, ki nam preprečuje spreminjati svojo zavest, zato ker nas skuša zaščititi, recimo, je nek absurd. Če bi nas hotel zaščititi, bi bil alkohol prepovedan, tako kot tobak. Ja. Tako da jaz mislim, da ima vsak izmed nas vso pravico, da spremeni svojo zavest na kakršenkoli način želi, s čimerkoli želi, dokler ne posega v škodo drugega oziroma ne povzroča škodo drugemu. Torej sem doma, heroin uporabljam, ne škodim drugim. Okay. Ja, mislim, jaz čisto, če me vprašaš na osebni ravni, jaz imam zadržke do opijatov. Do heroina, do kokina imam zadržke, ker ne vidim nobenega... Se mi zdi, je škoda večja kot koristi. Okay. Ampak ob tem moje mnenje, jaz mislim, da če je nekdo doma, tako kot si rekel, in ne posega v drugega, oziroma ne povzroča škodo drugemu in se pač odločil, da bo užival nek opijat, ne uživati svoj opijat. Ja, se težko je definirati to škodo, ker mogoče on je doma na varnem, ne dela slabih stvari, ampak mogoče enkrat v prihodnosti pride do odvisnosti in iz te odvisnosti izhaja neka škoda za družbo. To je res. To je zelo težko definirati. Ja, ni ravno črno-belo, imaš prav. Ja, se strinjam. Ja. Meni je bilo to super, Marko, a si želel še o čem govoriti, kar sva mogoče? Meni je bilo to zelo prijetno, Klemen, hvala ti za povabilo, zanimive teme. Hvala, sva na vezi. Velja, hvala tebi. Srečno, čau.